Lep pozdrav vsem skupaj. Živijo. Evo, ena od predavateljic je že z nami. Živijo. Živijo, živijo. Živijo. Ja, danes bomo imeli webinar z naslovom Etika do živali. In z nami sta Danijel Sušnik in Maja Hrovat. Oba sta zelo usposobljena za to temo. Najprej Maja Hrovat je predsednica Slovenskega veganskega društva, po izobrazbi je tudi doktorica veterinarske medicine. Dani Sušnik je tudi že imel izkušnje z vodenjem Slovenskega veganskega društva v preteklosti, pa seveda je tudi izkušen predavatelj na temo veganstva pa etike. Velikokrat, kadar Maja predava, ali predstavi Slovensko vegansko društvo ali pa recimo predstavi kulinarično plat veganstva, Dani pa na svojih predavanjih večinoma ali predstavi etiko ali veganstvo. Oba, Maja in Dani, sta recimo v letu 2020 sodelovala pri projektu Zahteve za razvoj slovenskega kmetijstva in gospodarstva. Tukaj smo na primer pozvali Ministrstvo za kmetijstvo k ukinitvi industrijske živinoreje, seveda postopoma. In tukaj smo recimo skupaj predstavili te naše zahteve pred takratno ministrico Aleksandro Pivec, pa hkrati na sestanku bil tudi bodoči minister Jože Podgoršek. Oba, Maja in Dani, sta tudi zelo pomembna člana pri projektu možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah. Pri tem projektu smo dobili podporo pri peticiji skoraj 6000 oseb, pa tukaj nas podpira več kot 50 organizacij. Pri tem projektu nadaljujemo še kulinarično plat projekta, pa čakamo še državo, da se odzove na našo peticijo. Tako da mislim, da sem na kratko dobro predstavil Danija pa Majo, oba torej zelo primerna za to temo, pa mogoče lahko gremo že kar na vprašanje. Za začetek bi kar vprašal Danija, ali si živali zaslužijo pravice in pa zakaj bi si jih zaslužile? Ja, živijo še od moje strani. Ja, na kratko, jaz mislim, da živali si zaslužijo pravice. Pravica, jaz mislim, da je tista stvar, zdaj govorim iz vidika, kot da je pravica neka stvar, ki jo mi ljudje podelimo in smo jo podelili tudi drugim ljudem, neke osnovne človekove pravice. In zakaj jaz mislim, da si živali zaslužijo pravice? Iz enakih razlogov, kot jih ima človek, ne. Zakaj smo si ljudje med sabo podelili pravice? Mogoče v prvi vrsti to, da ker ne želimo, smo se tako zmenili recimo s sosedama, ne, na kratko povedano, mi ne želimo, jaz nisem želel, da on meni škoduje, ne, zato sem se z njim zmenil, glej, jaz tebi ne bom škodoval, ti pa meni ne boš, ne, verjetno iz tega je šlo najprej, ne, ampak zakaj sploh do tega sploh prišlo, da se o tem pogovarjamo, zakaj jaz nočem, da meni škodujejo, ne. Če se to vprašamo, je pa zato, ker sem jaz čuteče bitje, ki subjektivno doživlja svet. Se pravi, čutim, vidim stvari okrog sebe, slišim, doživljam jih od znotraj, čutim bolečino, ne, uživam lahko v življenju, lahko sem srečen v življenju in ne želim si umreti, ne. In če podobno pogledamo pri živalih, vsaj o teh živalih, ko v večini mi govorimo, ne, ko govorimo o živalih, na primer za prehrano, ne, vse te živali podobno doživljajo ta svet, ne. Če mene kdo špikne s šivanko, me bo zabolelo, ne. Če bom pujsa ušpiknil s šivanko, bo šel stran takoj, ne mi tega delati, ne. Se pravi, na neki način zelo podoben doživlja svet kot mi. Isto, sploh če se nekaj časa družimo recimo s pujsom, kokošmi, kravami, ali pa recimo s psi se mogoče še največkrat družimo, pa mački, ne. Ko smo jim blizu, v bistvu mi začutimo, v bistvu razumemo, ne, da so res subjekti, ne, ki, kako bi rekel, subjektivno zaznavajo svojo okolico. Mogoče, če oddaleč vidimo, ali pa če slišimo, to so prašičja farma, ne, imamo občutek, da so to neki objekti, ki so zato, da se jih pol razreže, pa prodajo štecuni, ne, po domače povedano. Ampak, ko se jim približaš, pa jih opazuješ, vidiš, se zelo podoben, kot človek obnaša, ne. In tudi isti razlogi, iz katerih mi mislimo, smatramo, da mi čutimo, oziroma zakaj mi mislimo, da čutimo bolečino in te stvari, zato ker imamo živčen sistem, centralen živčni sistem, a ne, in spet, če to pogledamo pri teh živalih, imajo zelo podobno, ne, sestavljen živčni sistem, ne.
niso čisto vse živali enako, ko bi rekel, nimajo enak živčni sistem, ali pa ampak vsaj za te živali, ki se največ omenja za prehrano, so pa vretenčarji. Za vretenčarji je znanost tako 100% jasna, da so vretenčarji čuteče bitja. In kdo so vretenčarji? Vse živali, tudi mi, mi smo tudi živali, ki imamo vretenca, po domač povedano, smo človek, pujs, kokoš ima vretenca, pes, mačka, ovce, telički, to imajo vsi vrtence, tudi ribe so vretenčarji. Ribe čutijo bolečino, čeprav mislimo, saj se nič ne dere, ko jo potegnejo z vode, ker smo to distancirani od njih, sploh mislimo, se verjetno, tudi ko jih doživljamo kot neke objekte, ampak dejansko čutijo na podoben način, ne bom rekel čist enak, ker vsaka vrsta malo drugače doživlja svet okrog sebe, ampak na podoben način. In na podoben način jaz mislim, da si te živali tudi zaslužijo pravico. Ker mogoče ne potrebujejo enakih pravic kot mi, recimo pujs ne potrebuje volilne pravice, nima kaj z njo početi, niti ne razume koncepta, ampak potrebuje pa neke pravice, ki so v skladu z njegovimi interesi. Mi potrebujemo volilno pravico, on bi pa rad se sprehajal, ne vem, po neki stvari, ki izgleda kot gozd in tam malo brskal po tleh in tako naprej. In enako krava. Bi bilo fino, da bi imeli vse krave dostop do nekih področij, kjer bi jedle travo, na primer. Se pravi, to so te najbolj osnovne pravice. Pravice, da ni krava recimo priklenjena nekje za nekimi mrzlimi stenami cele dneve, dokler kmet ali pa farmer ali kdorkoli temu rečemo, se odloči, zdaj ne potrebujemo več njenega mleka, ker ni več toliko produktivna, in jo pač ubije. Jaz mislim, da si te živali zaslužijo pravice iz enakih razlogov kot mi. Se pravi, če hočemo mi biti logično dosledni, če nočemo biti dvolični, potem bi morali podeliti tem živalim pravice. Osnovne pravice. To je super uvod, ja. Jaz bi tukaj še spomnil to, kar sem prej pozabil povedati, in sicer vsi, ki ste prisotni na webinarju, lahko postavljate vprašanja v chatu in bomo tudi prebrali vprašanje, pa boste Maja ali pa Dani odgovorila. Zdaj, glede na ta uvod, Maja, kje pa tukaj v tej zgodbi paše veganstvo zraven? Jaz že vnaprej se opravičujem, če bom imela kaj slabo povezavo, mi samo javite, smo zmenjeni, zaradi tega, ker imam majčkeno težave. V tem primeru bom samo izklopila video, zaenkrat upam, da se slišimo, vidimo, a ne? Ja, vse štima, ja. Tako da mogoče je najlažje razložiti na ta način. Se pravi, če bi videli, da nekdo pred nami pretepa psa, bi večina od nas ukrepala, bi nas morali. Če vidimo, da nekdo pujsa pred nami, več ali manj bi nas motili, bi ukrepali. Če med nami pa tem pujsom postavimo steno, pa večine ljudi dogajanje več ne moti, čeprav se za pujsa za steno v bistvu veliko več kot pretepa. Še več, v bistvu tako dogajanje večina ljudi odpira v zameno za nek zrezek na kroku. Zdaj vegan nekako to Maja, malo te prekinjati, Mateoš, ti tudi slišiš, da je vse v redu? Maja, prekinjati nekaj začelo. Ja, zdaj pa res je prekinjala. Okej. Zdaj vmes, ko Maja rihta povezavo, mogoče kar skočimo na Danija. Dani, zdaj tipično v Sloveniji je to, da recimo Slovenci jejo prašiče, pa da imajo za hišne ljubljenčke na primer pse, a ne? Kaj pa, če bi zamenjali vloge? Je tudi to možno, da bi Slovenci recimo jedli pse, pa da bi za hišne ljubljenčke imeli prašiče? Ja, to je možno. Jaz sem živ dokaz za to. V bistvu pujs tamle leži za mano, se ga ne vidi, ko imam tule vesolje v ozadju, ampak pujs leži na moji postelji, čeprav mu nisem dovolil, ampak si je privoščil. Jaz imam pujsa na primer doma, ja, tudi to je možno. Mi smo se
v otroštvu smo se pač naučili, da pujs je za pojest, pes je pa za imeti kot za prijatelja, ne? Ampak to smo se tukaj naučili, ne? Nekje, v smislu, v Severni Koreji bojo pa psa jedli, ne? Vse podoben kot pujs, ne? Podobna stvar, ne? Po sestavi, ne? To je, spet bi rekel tako, no, pač, če se mogoče psa hitrejš mi zaznavamo kot prijatelja, zato ker je, rekel, selektivno so gojili pse že toliko časa, da so so nam na voljo, da naredijo karkoli za nas, ne, da kar ne moreš drugače, kot da bi imel psa rad, ne. Pri pujsih je malo drugače, ne, ga moraš malo bolj spoznati, ne, pa vidiš, koliko je trmast in koliko je, pa vidiš, je malo bolj subtilno, no, začneš opazovati, kdaj je srečen, kdaj je nesrečen, kdaj je jezen, kdaj je vesel in tako naprej, no. Ampak se to vse da, ne. Moja poanta bi tukaj bila, ko že o tem govorimo, ne, tudi na predavanju velikokrat to omenjam, no, recimo, hindujci smatrajo kravo za sveto žival, ne. Bojo pa marsikateri hindujec bo pa jedel recimo ribe pa kokoši brez problema, ne. Ampak krave se ne bodo dotaknili. Muslimani recimo ne bojo jedli pujsov, zato ker je pujs nečista žival, ne. Bojo pa jedli spet, ne vem, krave. Odvisno od kulture, ne. Jaz pa mislim, da bi morali čez to, in jaz tako doživljam veganstvo, kot je pa neka stvar, ki gre čez vse te predsodke oziroma kulturne omejitve, katere smo se naučili mogoče od naših mater, ki smo bili 1 let stari in to, kar še naprej nesemo, ne, kot otroci, ne. Kakor da smo cel življenje otroci, ne. Ampak da te ločnice, ne, ki smo se jih naučili, recimo pri nas, da je recimo pes pa maček, da so neke vrste svete živali, tako kot, jaz bi rekel temu ne rečemo mi svete živali, seveda tule, ampak v bistvu se tako obnašamo do njih, ne. Jih spoštujemo, tako kot hindujci spoštujejo krave, kar je ful dobro, ne. Ampak kaj je bila moja poanta? Ja, in mi tukaj okrog teh živali, ne, lečemo ločnico, katero se sme ubiti, pa katero se ne sme. Jaz pa mislim, da vegani bi morali biti racionalni, ali pa ljudje bi morali biti racionalni, ne, in potegniti to ločnico drugje, ne. Tukaj imamo življenjske vrste, ki so čuteče, se pravi subjektivno zaznavajo svet okrog sebe, in tukaj imamo življenjske vrste, ki niso čuteče, ne. In če lahko iz te strani, ki niso čuteče življenjske vrste, se pravi, ne čutijo bolečine in teh stvari, recimo rastline, gobe in te stvari, če lahko dobimo iz te strani vse, kar potrebujemo za zdravje, jaz mislim, da ni etično zlorabljati bitja, ki dejansko čutijo, no. In se mi zdi, zdaj pes, pujs, ni se treba s tem sploh, se mi zdi, toliko ukvarjati, kaj kje nekdo, kaj je dejansko, kaj mi vemo, ne, o živalih, kaj na podlagi znanosti vemo, ne, kako so določene živali sestavljene, kaj jih sestavlja živčni sistem, pa rastline, ne. Na podlagi tega se mi odločamo, kaj je etično, pa kaj ni. Ne na podlagi nekih kapric, ne, ki smo se jih naučili kot otroci, ne. In je kar še, smo že odrasli, pa kar še zmeraj tako, ja, v bistvu, ko si ful pogumen, pa rečeš, jaz pa jem meso, ko sem ful moški, moški moramo jesti. V resnici pa to sam govori otrok, mislim, kot jezik nekega otroka, ki mu je mama to povedala, da tako je, ne, še ko je odrasel. No, super. Saj, če povzamemo, ne, pes je čuteče bitje, je vretenčar, tudi pujs je čuteče bitje, je vretenčar, torej se splača zaščititi oba dva, ne. Ja, fižol pa ni vretenčar, ne. Ja, fižol pa ni vretenčar. To ga lahko jemo, ja. No, tukaj bi se navezal tudi na to lansko ulično galerijo, argument proti izkoriščanju čutečih bitij. Matevž, saj jaz sem drugače nazaj, tako da se lahko držimo prejšnjih vprašanj. Nisem vedel. Ja. Upam, da se bomo slišali. Ja, zdaj se dobro slišimo, ja. Okej, v redu. Je že ni več.
Ne, Ja, se upravičujem, kakor sem napovedala tele težave. Ja, glih to, kar je Dani zdaj razlagal, v bistvu sem prej hotela samo definicijo veganstva povedati, preden gremo naprej, stok za tiste, ki se mogoče prvič spoznavajo z vsem tem še razmišljanjem in podobno. Tako da ja, tista situacija s pretepanjem psa, pujsa, steno, je bila moja poanta, da v bistvu kot vegan pa nekako daleč pogledaš to situacijo in se racionalno odločiš, da krutosti do živali ne želiš podpirati. Tako da definicija veganstva je v bistvu, da gre za filozofijo pa način življenja, ki izključuje vse oblike krutosti in izkoriščanja živali, kolikor je to mogoče, se pravi zelo racionalna stvar, a ne. Se pravi tako za hrano, oblačila ali pa katerikoli drug namen. Zdaj pa lahko prideva tudi na naslednje vprašanje glede zakonodaje. Ja, zdaj, kakor vidimo, ne, čuteča bitja bi si zaslužila neko zaščito, a ne. Vegani to s svojimi dejanji v praksi nekako udejanjamo, ne. Ampak kaj pa na nacionalnem nivoju, a tudi zakonodaja ščiti živali, pa če jih ščiti, a jih ščiti zadosti dobro? Ja, mislim, zakonodaja bi lahko rekli, da z živalim ponuja kar precejšno zaščito. Med drugim se je celo doseglo, da so živali v stvarnopravnem zakoniku definirane kot čuteča živa bitja, ne več kot stvari. Tako da so napredki. Glavna zakonodaja glede zaščite živali je zapisana v Zakonu o zaščiti živali, ki obstaja tudi že od leta 1999, in katerega se v bistvu vse pogosteje vnaša posodobitve. Na srečo pač naša družba vse bolj napreduje, tudi na področju etike, pa takšne spremembe tudi slej ko prej zahtevamo, a ne. Zdaj, potem, ko greš pa brat te člene zakona, si na začetku zelo optimističen, a ne. Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, za zaščito njihovega življenja, zdravja, dobrobiti, kako je treba dobro ravnati z živalmi, definira, kaj je mučenje, in to kar v neštetih alinejah, definira, katera ravnanja pa posegi na živalih so prepovedani, pač tudi določa pogoje reje, vzreje, prevoza, določenih posegov na živalih, tudi zakol pa usmrtitev. Pa v bistvu tudi določa kazenske sankcije, če kdo to krši, a ne. Problem pa je, potem se pokaže, ker zakonodaja kljub temu lepobesedenju v tem zakonu živali potem hitro razdeli na hišne živali, in pa rejne živali. In potem ta zakon o zaščiti živali povozi z besedami kot, če ni s predpisi, ki urejajo to področje, urejeno drugače. Se pravi, nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti, razen če ali pa ne glede na prejšnji odstavek, kjer je nekaj nedovoljeno, ker je definirano kot mučenje, je pa to početje dovoljeno, v tem pa tem primeru, a ne, pa se spet povozi tisto, kar je v osnovi lepo napisano. Tako da so potem ti posebni pravilniki in pa drugi pač zakonski akti o raznem lovstvu, ribištvu, mamljenju, zakolu, odsotnosti anestezije pri bolečih posegih na vretenčarjih v določenih primerih. Potem, če so neke živali označene kot škodljivi za jedalce, se jih seveda lahko pobija brez kakšnih večjih omejitev, a ne. Tako da tukaj je v osnovi je lepo napisano, ampak problem v tem, da potem pa ugotovimo, da v določenih primerih bi pa želeli malo izkoriščati živali, pa nam potem malo rata vseeno, mislim vseeno, no. Pač razširimo to, kar dojemamo, no, kot mučenje, potem dodamo neke izjeme, ki pa so lahko v določenih primerih izvedene. Recimo, ne vem, če čisto primer, za mučenje živali šteje, če recimo popolno ali pa delno amputiraš telesni ud živali, a ne, če ji vzameš neki organ, tkivo, in če to storiš naklepno. Razen če gre za nekaj, kar si ljudje res želijo, ali pa če bi bil postopek za izvajalca neugoden. Potem pa spremeniš pogoje, dovoliš krajšanje uhlorepov, recimo, ne vem, če bi pujsom mogel omogočiti prelepe pogoje
v vzreji, da se ne bi grizel za repe pa uhlje, a ne. Tako da enako gre za pač povzročanje smrti, se pravi, nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti, razen če si tega res želimo, a ne, če hočemo živali spraviti na krožnik. Tako da ja, zakonodaja pač seveda podpira to celotno karnistično ideologijo, ali kako smo se že pogovarjali poleti z Melanie Joy, kjer pač se živali jemlje kot, se pravi, ta zakol se jemlje kot neko nujno zlo in se ga potem in vzrejo zakol in vse, kar se veže na to, poskuša sam čim bolj olepšati. Tukaj bi ti dal eno podvprašanje, in sicer prej si omenila, da zakonodaja deli živali na hišne pa na rejne. A tudi zakonodaja deli živali na čuteča pa nečuteča bitja? Ne, tukaj so kar na začetku definirana kot čuteča živa bitja, razen v določenih primerih, ko se presodi, da recimo, ne vem, pujske se lahko kastrira ali pa se jim odščipne rep ali kaj takega bolečega brez anestezije, ko so par dni stari, zaradi tega, ker takrat pa kar še ne čutijo, a ne. Ali pa podobno pač z ostalimi manjšimi živalmi. Tukaj pri tej temi je še eno podvprašanje iz strani publike. A je zakonodaja v tujini kaj bolj naklonjena vsem živalim? So v Evropi, mogoče smo kar, mislim, kakšen stavek malo boljši, slabši, ker tako in tako imamo pač v bistvu skupno tisto krovno zakonodajo, ki je pa potem malo bolj razdelana v posamezni državi. Na žalost nisem šla študirati nikoli pač prav države do države, vem pa, da imajo v določenih državah recimo, ne vem, še nekatere boljše prakse, ne vem, v klavnicah, ampak če mene vprašaš, konec je v vsakem primeru isti in enako krut, tudi če živali manj vidijo, kaj jih čaka. Se jih vohajo, pa čutijo na druge načine ali pa. No, v redu razlaga, ja. Dani, tukaj bi pa še eno vprašanje tebi postavil, tudi iz publike. Veliko ljudi se zaveda krutosti, pa si vseeno zatiskajo oči ali pogledajo stran. S takimi je najtežje najti skupen dialog. A imaš kakšen nasvet? Ja, ne se pogovarjati z njimi. Včasih se ne splača pogovarjati z ljudmi, ki imajo že naprej na podlagi močnih predsodkov neka prepričanja, ne. Jaz mislim, da se najbolj splača pogovarjati s tistimi, ki vidimo, da so odprti, ki so naklonjeni pogovoru, ne. Ni vedno najbolj smiselno, da se z vsemi pogovarjamo. Pri nekaterih ljudeh ni stvari, ki jih boš naredil na svetu, da ga boš prepričal, da je žival sploh čuteče bitje, ne. Pač ne moreš, ne. Načeloma, mislim, vedno je pa dobro, da se, kar je ful težko nam veganom včasih, ne, ampak da se prijazno pogovarjamo z ljudmi, ki imajo tudi drugače mnenje kot mi. Zato, ker če se ne pogovarjamo prijazno, je mogoče nekdo potencialen človek, ki bi rad začel živeti etično do živali, ampak ga v bistvu na nek način z neprijaznimi besedami nekako izoliramo stran od sebe. To je pa tista zadnja stvar, ki bi si jo mi želeli, ne. Morali bi, ko se reče, graditi mostove, ne stene, ne, v tem smislu, no. Ker tudi, ja, no, pač, tudi to so tako, to govorim čisto na podlagi psiholoških, socioloških raziskav. Splača se biti prijazen, ne splača se napadati ljudi. Saj vem, da je nam ful grozno, ne, če vidimo, nekdo zagovarja to, da se reže vrtove pujsom, ne, itak, znoriš, ne, ampak ja, ne. Na taki poziciji smo vegani, da moramo potrpeti pa delati tisto, kar je, bom rekel, pragmatično, ne, nekaj, kar je več možnosti, da pripelje nas na cilj. Naš cilj je pa, da čim manj živali ali pa na enkrat nobena žival ne trpi pa ne umre zaradi naših kapric, če že to besedo, ki sem prej omenil.
No, super razlaga. Tukaj pri tej temi bi se navezal še na kakšna tvoja predavanja, kjer omenjaš izraza low hanging fruit pa foot in the door taktika. A tukaj lahko še kaj več o tem poveš? Low hanging fruit, ja, v bistvu to je to, kar sem zdaj povedal. Veliko bolj se splača tako čist iz vidika, kako bi rekel, učinkovitosti ali pa učinkovitosti porabe svoje energije, se veliko bolj splača ukvarjati tistim ljudem, ki so že naklonjeni veganstvu, ali pa ki so vegetarijanci, ali pa tistim, ki vidimo, da imajo res radi živali, da imajo sočutje, ne? Tistim, ki nimajo močnih predsodkov. Zato, ker, na primer, da bi mi se ne bi z njimi ukvarjali, pa bi se namesto tega ukvarjali s tistimi, ki se itak nikoli ne bojo spremenili. Je ful škoda, ker prvo, kar je, nič ne bomo naredili, oziroma lahko še višje zidove zgradimo, ne, če nekomu, ki res noče nas poslušati, mu govorimo, ne, stvari, ko bi lahko tistim, ki potrebujejo pomoč, ne, mu pomagali. Saj, to je v bistvu vsa poanta, mislim, tudi našega veganskega izziva, ne, da naredim malo še tukaj promocije, ne, za veganski izziv, da tisti, ki jih zanima, se vpiše, ne, in tistmu se pomaga, in jaz mislim, da je to najbolj učinkovit. In več, ko bo veganov, na primer, ne, več bo ljudi, ki bo lahko tudi na druge vplivali počasi, ne. In tudi spet tako, iz vidika psihologije deluje tako, ne, da več ljudi, ki recimo je veganov, več ljudi postane veganov, ker se ljudje postanejo bolj, ko bi rekel, udomačijo v tem, saj ni to grozno, ne, saj vidim, da je ful veganov, ne, pa če pa neka izolirana, manj, ko je veganov, bolj se smatra to, da je to neka sekta, ne, to so eni tam. Se pravi, v vsakem primeru se bolj splača ukvarjati s tistimi, ki so naklonjeni temu, da se mi z njimi ukvarjamo, no, to je low hanging fruit, si rekel, ja, foot in the door je pa tudi tehnika, ki se je izkazala učinkovita, to je pa recimo, to pomeni, da recimo, če nekoga srečamo, na primer nekoga, ki ni niti vegetarijan, vegan, prvič sliši za to stvar, ampak je malo naklonjen, ne, se je izkazalo v raziskavah, da je na primer veliko manj učinkovito, če mu rečemo, ti moraš postati vegan, ker samo veganstvo je edino etično in vse ostalo je izkoriščanje živali, kar lahko rečemo sicer, da je res, ne, lahko rečemo, da če piješ mlek, si še zmeraj izkoriščaš živali, ampak se v takem primeru se veliko bolj splača poslušati človeka in ga videti, kje se on vidi, ne, koliko lahko naredi, in mu rečemo, pa to naredi, ne. Če reče, ja, mogoče bi postal vegetarijanec lahko, brez sira pa ne morem. Rečeš, ja, postani tisto, kar lahko zdaj, ne. In veliko več možnosti je in veliko hitreje bo ta oseba postala lahko vegan, če bo naredila že ta korak, ne. Saj vidimo tako v praksi, da veliko vegetarijancev ful hitro postane veganov, sploh ni noben problem, ne. Ampak ljudje smo taki, da se ne želimo na hitro ful spremeniti, ne. Zato pa imamo psihologijo pa znanost o tem. In zato se ga posluša, mu reči, daj to naredi, nekaj, samo da nekaj narediš. In temu se reče foot in the door, ne. Vsaj da en korak narediš. Mislim, to je samo en primer, lahko bi še iz različnih vidikov to povedal, ampak ja, to je poanta, no. To so mehanizmi, prek katerih se lahko pride do družbenih sprememb, lažje pride do družbenih sprememb. No, super, mi je všeč tukaj, da si razložil to pragmatičnost slovenskega veganskega društva, ne. Tukaj bi šel zdaj kar nazaj še na Majo. Maja, kakšne so kaj prakse v industriji živalskih proizvodov in pa ali so te prakse sporne z vidika etike živali? Odgovor vas bo presenetil. Ja, na žalost so sporne z vidika etike. Bom poskusila biti čim bolj mila glede tega prediranja mehurčka, v katerem marsikdo živi, dokler se ne pozanima o ozadju mesne, mlečne pa jajčne industrije. Prav tako se bom omejila zgolj na te 3 panoge, ker predstavljajo večinski delež teh problematičnih delov naše prehrane, kar se tiče živali. Torej, če gremo na hitro čez, vse rejne živali so ljudje selekcionirali pa križali tako, da rastejo izjemno hitro.
ker tako se jih lahko potem zakolje že po nekaj tednih, mesecih. Ravno tako so krave mlekarice pa kokoši nesnice ubite takoj, kot ne dajo več dovolj mleka, jajc, da bi ustvarile zadosten dobiček. Večina rejnih živali živi na natrpanih farmah, odvzeto jim je celotno dostojno življenje in tudi izdelki z oznakami, kot so humano, lokalno, ekološko, prosta reja, prijazna reja, so pač narejeni živali, ki so prav tako živele v ujetništvu, ki so trpele, pa na koncu končale pač z zakolom, a ne. Tudi življenjski dobi rejnih živali, ko rečemo, v bistvu življenjska doba, ker so te živali ubite še v času otroštva. Zdaj telički recimo so že pri nekaj dneh lahko ubiti ali pa tednih, najkasneje nekje pri 5-6 mesecih. Potem biki so tam nekje pri 12 do 24 mesecih. Zdaj malo, ne vem, če lahko rečem, boljše je pri kravah mlekaricah, ki so pa pač ponavadi po nekih 4 letih, a ne, je tista, če je visoka mlečnost, so že toliko iztrošene, da se na intenzivnih farmah ne splača več jih vzrejati. Zdaj mogoče na kakšnih malih kmetijah malo dlje. Moramo pa tukaj upoštevati, da govorimo o živalih, ki sicer zlahka dosežejo 15-20 let. Recimo rekorderka pri kravah je bila stara celo 49 let. Enako je pri piščancih, ki so zaklani tam nekje 42. dan, pa sicer bi živeli lahko 8 let. Pač govorimo nekako povprečna življenjska doba. Nesnice so pa ponavadi tudi grejo v zakol tam pri 1 ali pa 2 letih, spet je odvisno od tega, koliko jajc nesejo. Pričakovano je, da kar 1 jajce na dan, no. Tudi pri kokoših je recimo precej to kruto, zaradi tega, ker sicer bi lahko živele tudi do 23 let, kakor je rekorderka spet. Podobno zgodbo vidimo pri prašičih, ki so velikokrat zaklani že pri starosti 3 do 4 mesecev, ker pač preden preidejo v spolno zrelost, pa bi meso imelo neprijeten vonj, a ne, če bi jih kasneje zaklali, oziroma pri drugih so pa potem pri 5-6 mesecih so bili kastrirani kot majhni prašički brez anestezije. Tudi pri prašičih je to zelo kruto, ker pujsi sicer živijo tam 10-12 let, rekorder je imel 23 let. V vsakem primeru, a ne, če govorimo o vzreji živali za hrano in zakolu, pač odvzem drugemu čutečemu živemu bitju, ki si želi živeti, pa vse ostalo, kar je Dani pri prvem odgovoru vključil, povedal, pač to žal ne more biti etično, a ne. No, super. A to pomeni, da misliš, da ne obstaja etična vzreja tudi na primer za pridelavo jajca ali pa mleka? Ja, tudi to je malo daljši odgovor. Na žalost, čim gre nekaj do take mere, da od tega nekdo služi, pač mora spustiti pač pogoje, a ne, in zdaj, če hočemo služiti od take zadeve, kot je živinoreja, pač moraš imeti veliko živali, da lahko prodaš veliko njihovih proizvodov in potem enostavno pogoji vzreje pač padejo, oziroma je treba zagotoviti tiste minimalne, da se še nekako v redu počutimo glede tega početja. Zdaj več ali manj nam je vsem jasno, zakaj obstajajo vegetarijanci, pač imaš rad živali, ne želiš, da bi bile ubite zaradi tebe, ne ješ mesa. Marsikomu pa ni jasno, zakaj bi se človek odpovedal drugim živilom živalskega izvora, se pravi jajcem, jajčnim izdelkom, mleku, mlečnim izdelkom. Ker velika večina ljudi ne ve o teh grozotah, ki se dogajajo v proizvodnji mleka pa jajc. Zdaj pri jajcih je problem, da kokoši živijo v takih natrpanih kletkah, hlevih, daleč od svojega naravnega okolja. S tem so povezane vedno številne tehnopatije, motnje v obnašanju. Potem kokoši pač so pred vključitvijo človeka znesle nekaj jajc letno.
da je tam okoli 12 bilo, zdaj jih pa znesejo, kakor se rekla, okoli 300, a ne. To predstavlja hudo breme za njihovo telo in v bistvu nemalno živeti dolgo časa, a ne, slej ko prej pač se to začne poznati na njihovem telesu v obliki neke bolezni. Potem, ja, dobro, ta zgoden zakol, ki sem ga omenila, zdaj pri jajčni industriji najpogosteje omenjamo piščančke moškega spola, ki se jih pač zaduši ali pa zmelje v mlinčku, ker takoj po izvalitvi, ker pač za valjenje jajc niso koristni, a ne. Zdaj, če so kokoške oziroma piščančki, piške ženskega spola, kakorkoli se jim reče, se jih pa recimo debikira, se pravi, se z zelo vročim rezilom, mislim, da ima okoli 700 stopinj, odreže konico kljuna. In to se seveda vsem dela zelo hitro, a ne, ker nimaš časa se ukvarjati z vsakim posameznim, da boš normalno namestil, da bo pravilno odrezano, tako da je grozno gledati kokoške pol, ke vidiš, kako imajo deformirane kljune, že če bi pravilno se odrezali kljun, kaj šele pol, ko ljudje hitijo, pa pride do številnih neželenih poškodb. Imajo lahko celo kratko življenje hude težave, pač zaradi tega, ker se je takrat to počelo, ne. Zakaj jim pa sploh režejo kljune, mogoče dobro povedati, zaradi tega, ker pač v teh zelo slabih pogojih pa groznem dolgčas ga doživljajo na farmah, se pogosto tečejo k kanibalizmu in v bistvu kljuvajo vse, kar je nekako drugačne od običajnega, tako da pač nimajo drugega za početi in se jim v bistvu že meša. Zdaj, kar se tiče mleka, je pa tako, da krave proizvajajo mleko iz istega razloga kot ženske, se pravi, da nahranijo svoje otroke, da se nahrani pač te dojenčke. Vsi sesalci v bistvu pijejo materino mleko le v najzgodnejšem obdobju svojega življenja, dokler ne pridejo na trdo hrano. Le človek je nekako ta svetla, oziroma mogoče bi bilo boljše reči temna izjema, ki ima to potrebo po dojenju tudi v odrasli dobi. Zdaj tudi krave ne živijo v idealnih pogojih, redko katere vidijo neko travo, a ne. Ponavadi bolj živijo v nekem hlevu z ponavadi slabo higieno, pač povsod je blato pa malo iztrebka, a ne. Velikokrat so stojišča prekratka in pač, če so priklenjene na tistem stojišču, imajo že zaradi tega težave s kopiti, raznimi pač ognojki, ene tisoč težav je, no, ke jih veterinarji potem poskušajo zrihtati. Vsakodnevno se jih tudi vsaj 2-krat pomolze, ponavadi z molznimi stroji, ker jih je preveč, da bi to šlo na roko, in tudi pač glede vimena je 1001 težava, ki se pojavi zaradi te mehanizacije, ker pač drugače ne gre. Tudi krave niso namenjene temu, da bi neprestano proizvajale mleko in v bistvu jih k temu privedemo z izredno natančno določenimi urniki oploditve, pride do telitve, točno je izračunano, koliko časa je kakšna presušitev, čisto vse je res na dneve natančno izračunano, da je čim bolj profitabilno in pač, da se dobi od posamezne krave dovolj visoko produkcijo mleka. Tudi zaradi tega so pač izčrpane, seveda drugega kot zgoden zakol pač niti ne bi bil smiseln. Pol so pa spet telički moškega spola v proizvodnji mleka, ki so spet potegnejo kratko, ali kako se bi reklo temu, in se jih pač, čim imajo zadostno klavno težo za kolje, da se je treba čim manj časa z njimi ukvarjati. Zdaj, če so pa telice, pa dočakajo enako usodo kot matere, se pravi umetno oploditev enkrat letno, pač in vse je usmerjeno v mlečnost. Tako da, ja, jaz ne bi rekla, da je jajčna pa mlečna industrija kakorkoli manj kruta kot mesna, v bistvu te živali imajo samo daljše obdobje, ki ga definitivno ne uživajo, v bistvu pač trpijo do tega zakola, ki pa itak je konec v vseh 3 kategorijah. No, super razlaga, ja. Tukaj bi še Danija vprašal, ne. Zdaj, Maja je naštela zelo veliko takih problemov, ki jih lahko uvrščamo v kategorijo dobrobit živali, a ne.
Kaj pa recimo neke kmetije, ki se ful trudijo poskrbeti za dobrobit živali, pa so te kmetije kaj manj sporne? Mislim, zdaj trudijo ali ne trudijo, če res več naredijo za dobrobit živali, je to boljš, kot če manj nekdo poskrbi. Seveda, logično, ne. Velikokrat vegani pač rečemo seveda, še zmeraj umrejo živali, še zmeraj trpijo, še zmeraj jih izkoriščamo, kar ni prav, kar je vse 100% res. Ampak jaz zmeraj velikokrat sebe pogledam, no, na sebi testiram to idejo, ne. Recimo, da bi mene nekdo zaprl v ječo, pa bi rekel, lej, tukaj boš živel 10 let, potem te bomo pa ubili, ne. Bi mi bilo veliko boljše, če bi imel recimo v ječi, ali pa če bi imel izhod na vrt, pa da bi imel Netflix, ne, pa da bi imel neke stvari vsaj malo urejene, da si, kako bi rekel, krajšam čas, kot pa če bi res imel mene v 4 stenah, živel v lastnih iztrebkih. Kar ne pomeni, da bi bil jaz srečen, če bi bil zaprt. Kar ne pomeni, da bi bil jaz srečen, če bi na koncu umrl. Ampak bi bil vsaj manj, raj bi se odločil za to situacijo, da imam vsaj nekaj v narekovajih dobrobiti, kot pa res, da res vsak dan trpim 10 let, potem pa umrem. V tem smislu je boljš. Je pa, ampak vegani pa, seveda smo pa že v osnovi zavračamo to, ne. Če žival trpi, če po nepotrebnem trpi, če po nepotrebnem umre, mi to zavračamo. Pika, ne. Zdaj, so boljše pa slabše stvari, ne. Pač, a nam kdo škoduje bolj ali pa manj, ja, seveda nam je boljše, če nam kdo škoduje manj, ne. Ampak še vedno škoduje, ne, kar ni prav. No, super razlaga, ja. Ja, v praksi mogoče bi se to videlo tako, pač imaš kmetije, kjer se kmet redno spravlja na krave, se ne prestopi v trenutku, ko je treba, pa je zbrcana, udarjena z vilem, pač na ta način, a ne. Na drugi farmi pa mogoče dobi ime, je manjkrat fizično premaknjena, ampak dejstvo je, da gre tukaj vseeno za delo ljudi z pač recimo v tem primeru zelo težkimi živalmi. In redko kdo pač ima potrpljenje, ko mora pomolsti toliko in toliko krav, namestiti toliko in toliko teh molznih strojev, ki želi svoje delo čim prej opraviti. Več ali manj je zelo težko imeti tako potrpežljivost z živalmi, da boš ti pa jo lepo prosil, da se prestavi, a ne. In v bistvu obstaja ogromno enih tehnik, kako žival prisiliti v to, pač zdaj lahko na lepši ali pa na grši način, to je pa izbira kmeta. Eni imajo za vsako od svojih žival ime, so žalostni na on dan, ko pač pokličejo in naročijo odvoz v zakol, ampak ja, konec je še vedno isti in ful preveč prezgoden. Dogajajo se jim vseeno zelo slabe stvari, ne vem, pač mislim, da po ulicah Lebov, ki sem jih videla, so krave pač priklenjene in to pomeni, da na enem in istem mestu stojijo celo življenje in niti Netflixa jim niso Ja. Mislim, so neke situacije, recimo, ko greš na veliko planino, vidim, da se sprehajajo. Ja. Ene krave so pa dejansko privezane za verigo. Ja, tiste pa ja. Ja, hočem reči, so razlike, ne, sam zdaj. Jaz mislim, da je fajn, mislim, ne vem, mogoče spet pragmatično je fajn, da se fokusiramo tudi kdaj na to, da se izboljša življenje, preden jih zakolijo, ne. Ampak kot vegani, ne, pa nasprotujemo kakršnikoli izkoriščanju, ne. Kot je Maja tudi prej povedala definicijo. Tukaj bi se jaz navezal še na prejšnje teme. In sicer Maja je definirala izraz veganstvo, pa izraz vegan. Dani, tebi bi pa vprašal, ali bi lahko tukaj uvedel nek nov izraz, in sicer sentientizem, ali pa če bi lahko definiral izraz sentientist, ker v slovenščini še pač ne vidimo, da bi kdo kaj ta izraz uporabljal. Pa tudi tukaj bi še vprašal, če je v praksi kakšna razlika v tem, kolikšnemu številu živali škodovanje pri hrani vegan in kolikšnemu sentientist. Ja, v praksi to je zelo podobna stvar. Število živali bi lahko rekli, da je enako,
pri hrani sentientist ali pa vegan. Meni je všeč izraz sentientizem, zato ker se mi zdi, da je na nek način bolj definiran kot izraz veganstvo, ki sploh nekako ni definiran. Tudi tisto, kar je Maja prej povedala, to tisto definicijo, če jo preberemo, je bolj opis, kaj veganstvo je, ni pa tako izvorna definicija. Ok, da povem sploh, kaj je sentientizem ali pa sentiocentrizem, mislim, da se tudi reče. Če vemo približno, kaj je humanizem, včasih je bil teizem recimo najbolj popularen, se pravi, center je bil Bog, potem je bil humanizem, po domač povedano, ja, da je bil center človek in se je začel pogovarjati o tem, da je človek dejansko subjektivno doživlja stvari, in moramo narediti nekaj za dobrobit človeka, ne za Boga samo, in smo veliko dosegali na ta način, veliko dobrih stvari, in humanizem lahko rečemo, da je etična filozofija, in na podoben način je pa sentientizem etična filozofija, ki pa samo še razširi ta etično filozofijo na vsa bitja, ki so čuteča, sentience, sentientizem, čutnost. Kaj čutnost je? Saj sem že prej malo omenil, ampak to pomeni neko subjektivno zaznavanje, da mi zaznavamo svet okrog sebe. In sentientizem je v bistvu preko sentientizma pridemo do tega, da dejansko si vsa čuteča bitja ali pa vse čuteče stvari, bom tako rekel, si zaslužijo pravice. Ne samo človek. In tukaj bi lahko rekla spet, da je tukaj kontrast antropocentrizmu, se pravi nekaj, kar je neki filozofiji, ki je človek v sredini in vse drugo lahko mi podrejemo vse, zato ker imamo možnost. Sentientizem je pa, jaz bi rekel tako, da zelo znanstveno gleda na svet okrog sebe. Načeloma tudi, če bomo enkrat naredili neke robote, neko umetno inteligenco, ki bo dejansko zmožna čutiti, subjektivno dojemati svet, jaz smatram, da je fair, da te umetne inteligenci ali pa temu robotu ponudimo pravice, ker če bi tega robota dejansko bolel, če bi ga špikali ali pa če bi dejansko bil lahko srečen, žalosten in tako naprej. In to mi je všeč pri tem izrazu, da deli, bom rekel, živa bitja ali pa življenje na zemlji ali pa stvari na čuteče pa ne čuteče. In jaz mislim, da v osnovi to je veganstvo. Sam pač, da je mogoče sentientizem je bolj tak izraz, malo, ni popularen, ampak se mi zdi, da je bolj točen kot veganstvo. Ga lahko zelo točno definiramo. No, super. Za razliko od veganstva, ki je tako popularen izraz. Ja, je pa bolj popularen izraz, se bolj obnesen, ampak mislim, ampak v osnovi tudi vsi vegani smo v bistvu, jaz mislim, da sentientisti, tudi če ne drugega podzavestno ali pa tako intuitivno, smo sentientisti in mi nočemo neki stvari škodovati, zato ker nočemo, ker ta stvar noče, da ji škodujemo. In zato jemo fižol, ker nič ne čuti. Ampak meni je zanimivo, da se ta izraz več ne uporablja. In tudi, mislim, da sem pogledal v Google, v slovenščini sploh ne vem, a je kaj sploh raba tega izraza, sploh ne vem. Pa se mi zdi, da je tako fajn. Mogoče v prihodnosti. Ja, ena tema, ki lahko tudi mi razširimo. Mogoče bomo pa mi vplivali na to, da pa bo enkrat sprejeta ta tema v roku 2 desetletij. Odpremo sentientistično društvo SI. Sam, da ne bo kdo mešal s tistem, pa že Scientology. Ko se v slovenščini, sploh ne, ko se v slovenščini reče. Scientologija mogoče, ne vem. Ja, verjetno. Ok, tukaj bi skočil nazaj na Majo. Poleg prehrane, katera področja našega življenja so še povezana s pravicami živali? Ja, se pravi, o prehrani to govorimo zaradi tega, ker res največ in neprimerljivo je pač število pobitih živali zaradi prehrane. Drugače pa seveda živali uporabljamo na žalost tudi za druga področja življenja, se pravi, tukaj so vključena tudi
oblačila, obutev, potem na živalih testiramo kozmetiko, čistila, zdravila, na njih se izvaja razne poskuse, zapiramo jih v kletke živalskih vrtov, v akvarije, silimo v nenaravna obnašanja v cirkusih, tako da v bistvu pač pravice živali v bistvu sodijo na vsa področja, kjer mi nekako sobivamo z živalmi, oziroma sobivati bi mogli, mi jih pa pač izkoriščamo vse te namene. Tako da ta področja so vse nekako takšna, da bi potrebovala, da bi se jim povedali, oziroma pač za oblačila, obutev zbrali bolj moderne materiale, testiranja izvajali na drugačnih modelih, ki so tudi bolj zanesljiva, kar se tiče pač človeka, in če hočemo neke ugotovitve glede človeka pač dobiti, a ne. Tako da vsa ta področja so nepotrebna, no, to jim je nekako skupno, tako da zdaj pravice živali na teh področjih potrebujejo samo dokler to izvajamo. Jaz si želim, da bi čim prej v bistvu zaključili s temi nepotrebnimi praksami, če povzročijo trpljenje, škodo drugemu, a ne pa, da v bistvu to zakonodaja na tem področju sploh ne bo potrebna. Super, dober odgovor. Dani, se vrnemo malo še k tvojim temam nazaj. Če pogledamo čutečnost pa inteligentnost, ali je oboje smiselno upoštevati pri odločanju, do katerih bitij se bomo neškodljivo obnašali? Ja, ker velikokrat imajo ljudje argumente, ja, ampak človek je veliko bolj inteligenten kot žival, ne, in zato lahko živali pobijamo, verjetno iz tega izhajaš, ne. Ja. Ni potrebno, sploh inteligenca ni nujno povezana s čutnostjo, oziroma mogoče tudi, če je malo povezana, ne potrebujemo se sklicevati na inteligenco. Če ti čutiš, ne, je to dovolj dober razlog, da si zaslužiš pravico, da ne trpiš, ne, recimo. Ja, tako, no, ker vidimo tudi, recimo, če primerjamo, recimo človek je precej bolj inteligenten kot, na primer, krava. Saj krave so tudi zelo inteligentne v primerjavi s komarjem, na primer, ne. Ampak vidimo, čutijo nekatere stvari, saj čutijo pa zelo podobno. Spet, če rečeš Ivanko, če boš človeka zbodel, bo ne. Krava bo tudi bo šla, ne. Na zelo podoben način, ne. Se pravi, da ni nujno sploh opazovati, koliko je neko bitje inteligentno, opazovati oziroma vedeti je treba, no, kako doživlja tudi ostale stvari, ker inteligenca je, mislim, da je samo en aspekt čutnosti, no, pač. Tudi ljudje med sabo, ne, se razlikujemo, recimo, en je ful bolj inteligenten kot jaz, en je ful manj inteligenten kot jaz, to ne pomeni, da on, ki je ful bolj inteligenten kot jaz, da ful bolj vse čuti, pa ga zaboli, ke veter zapiha, ne. On, ki je pa ful ne toliko inteligenten, ne, ga boš pa lahko špikal, pa sploh ne bo nič čutil, ne, ker ni toliko pameten. Inteligenca ni dober argument za, recimo, podeljevanje pravic pa nepravic pa tako, no, pač čutnost, mislim, da je veliko boljši, ja, Način. ja, boljši argument pač čutnosti, ja. No, tukaj se seveda strinjam, ja. Maja, prej si rekla, da upaš, da se bo izkoriščanje živali čim prej končalo, ne. A pa se pravicam živali v naslednjih desetletjih dobro piše, pa so mogoče tudi kakšni znaki v zakonodaji, da se bo ta spremenila na boljše živalim, recimo? Ja, človeštvo nekako stalno napreduje na področju etike, a ne, tako da, kakor sem že omenila, se zakonodaja stalno posodablja. Tudi zaradi tega je veganstvo v porastu, ker se čedalje bolj zavedamo tega, da imamo izbiro, pač da je trpljenje živali nepotrebno in da lahko zberemo drugače. Ja, zdaj v bistvu moja glavna želja je, a ne, da bi sčasoma spet imeli zakonodajo tako za vsa, kakor je Dani rekel, čuteča živa bitja, vsa, ki se zavedajo,
da bi bila enaka, a ne, da jih ne bi delili zdaj, te pa božamo, tele pa jemo, a ne. In zaradi tega moramo drugače ravnati z njimi, čeprav v bistvu pač čisto vse osnove so pa enake zdaj pri nekem psu ali pa pujsu. Tako da zelo pomembno se mi zdi pa tudi, da je treba, zdaj zakonodaja super zgleda na papirju, ampak zelo pomembno je pa tudi, da se jo začne upoštevati, ker pogosto spremljamo, kako tudi hudi primeri mučenja živali ostanejo nekaznovani, ali pa so kazni zelo mile, celo pač v neki taki državi, kakor je Slovenija. Medtem ko so stvari seveda še veliko hujše v kakšnih drugih državah izven Evropske unije, če gremo kdaj kot turisti malo naokoli, vidimo veliko še hujših početij, a ne. Tako da zdaj, ne glede na to, a gre za nekoga, ki pijan vleče psa za sabo na motorju, a gre za nekega nemarnega kmeta, ki mu je vseeno, če živali do kolen stojijo v blatu, pač povsod bi mogla biti inšpekcija na nogah in dovolj močna, da urgira, da si ljudje ne bi upali dovoliti takega početja, a ne. Pač se pravi, da bi bile kazni dovolj ostre, pa da bi tudi jih dobivali ljudje, ki pač grejo čez to mejo, ki smo jo nekako določili v zakonodaji. Ker zakonodaja je pač nekako tisti minimum, ki ga želimo zagotoviti živalim na področju njihovih pravic. To je nekako tisti najmanj, kar smo rekli, to si pa res zaslužijo, a ne. Tako da, ne vem, meni je bilo res žalostno, no, ko smo na vajah na fakulteti, na veterinarski fakulteti velikokrat opazili kakšno kršenje zakonodaje, predvsem pač, kar se tiče zaščite živali, in si v bistvu vprašal, kaj pa tole, a nismo zadnjič se poučili, da po zakonodaji treba pa tako, 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 to se pa ne bi smeli pustiti. Pa smo prejeli odgovor, naj rajši ne sprašujemo, pa naj se ne ukvarjamo s tem, ker drugače naslednjič ne bomo dobrodošli na tisti kmetiji za namene izvedbe prakse, ne. Tako da že če tam, kjer so prisotni razni asistenti pa profesorji veterinarske fakultete, pač pa inšpektorji v bistvu vsakodnevno, recimo tudi v klavnicah, a ne, smo videli take stvari, pa če že tam zadeve niso po zakonodaji, kaj šele na vseh malih kmetijah, pa z vso problematiko, ki jo Slovenija še ima zraven. Pa če upoštevamo, koliko je alkoholizma v Sloveniji, če upoštevamo mogoče tudi kolikokrat so ljudje v stiski, a ne, in pa živali so tam na razpolago, a ne, da se ljudje spravljajo na njih, da so krive za stvari, za katere niso krive. Pa če upoštevamo mogoče tudi, koliko je poklic, sam poklic kmeta, kmetovalca težek v bistvu, koliko je tudi emocionalno naporno delati z živalmi, na katere se navežeš, pa jih moraš pošiljati v zakol, da si nekako zagotoviš lastno preživetje, saj tako vidiš zadevo, a ne, saj tako si prepričan, da mora biti, ko so te naučili starši. Pa potem, kaj se dogaja v klavnici, ko je klavec toliko težek poklic, a ne. Ja, je ogromno stvari, mislim, jaz se ne čudim, no, da ob vseh takih zahtevah pol vidimo videoposnetke, kakor smo jih videli v Sloveniji, a ne, kaj vse se v klavnicah dogaja, pa stalno bil prisoten inšpektor v klavnici, pa očitno ni zadosti, a ne. Je tisti video nadzor čisto dober način, dokler klavnice pač obstajajo, samo pač ne interen, ampak bi mogel biti v bistvu dostopen pač zunanjim službam, inšpekcijskim službam. Ja, to si res dobro povedala, ker si povedala tudi svoje izkušnje iz veterine, ne. Če že tam, ko nekdo gleda, če se dogajajo nepravilnosti, pa tam, ko nekdo snema, če se dogajajo nepravilnosti, kaj šele pol tam, kjer se ve, da nihče ne gleda, a ne. Ja. Ja, saj tudi to smo videli, saj tudi, ko smo kot študenti prišli na kmetije, nekateri kmeti niso imeli čisto nobenih zadržkov, da brce živali pa jih z vilami izbadajo, zaradi tega pa lahko govorim o tem.
Nažalost, tisto, kar vidijo ljudje na videih iz drugih držav, drugih koncev sveta, se vse dogaja tudi v Sloveniji. Pač enostavno, dokler na živali gledamo kot na manj vredne, pa da so pač samo kot, ja, nažalost, še vedno kot neki predmeti, čeprav je v zakonodaji že napredek na tem področju, kako smo jih definirali, pač bo vedno tako, no, dokler se služi z njimi in pa se proba čim več dobiti za čim manj vložka. No, tukaj na to temo je še eno vprašanje v komentarjih, in sicer, kakšno je uradno stališče društva glede tega, da so kmetu, ki je slabo skrbel za svoje krave, le-te vrnili, in glede tega, v kakšnem stanju so bile. To se gre za tisto kmetijo Možgan. Ja, saj, če se ne motim, smo v bistvu tudi nek članek, prispevek objavili, tako da si mogoče lahko tisto ljudje preberejo. Ampak seveda, mislim, pač ne vem, če imamo uradno stališče, no, ampak mislim, da smo vsi člani prepričani, da je bil tukaj pač neupravičeno, no, da so šli čez odločbo inšpektorice, pa da so v bistvu živali zdaj celo vrnili in neko. Rajš nisem spremljala preveč, zaradi tega, ker me te situacije spravljajo v žalost in slabo voljo. Ampak ja, če so živali tako v blatu, kakor pač so bile tam, pač zato ni nekih izgovorov, no. Žal. Ja, mogoče bi lahko rekli, da dobra plat te situacije je bila ta, da se je v medijih in v družbi res veliko govorilo o tematiki živali. Lahko bi to rekli, da je en plus vsega tega. Ja, to je dobra plat, ampak jaz vidim pa zelo veliko slabo plat, in sicer poznam, mislim, sem imela tudi v sklopu svoje zaposlitve izkušnje z inšpekcijo in na žalost zelo redko si inšpektorji dovolijo take ukrepe, kakor bi bili potrebni, in se mi zdi zelo žalostno, da ko ena inšpektorica končno zdaj pa da nogo na tla, pa pač odloči, kaj je dobro za živali, pa da je v bistvu potem na očeh celotne slovenske javnosti komentirano proti njej, in da v bistvu se mi zdi to slabo, ker pač zdaj se bojo ostali inšpektorji nekako zanašali na ta primer in še bolj bali, ali pa se jim ne bo dalo v bistvu v tako zadevo svojega imena pa priimka izpostaviti, pa stopiti v bran živali, kadar to potrebujejo. Tako da to je pa zelo velika slaba stvar, no, ker je manko na tem področju, že tako pravijo, da so zelo, zelo obremenjeni in pač če so še tako potem linčani, kadar naredijo tisto, kar je prav, pač enostavno ne bojo pogosto tega delali. No, v redu, ja. Mislim, da smo o tej temi že zadosti povedali zaenkrat. Ja. Pa bi šel kar še na Danija spet. Dani, nekateri ljudje pač delajo prioritete, kje v svetu bi naredili spremembe na bolje, ne? In eni pravijo, a ni bolj pomembno, da se borimo proti vojnam, kot pa da ščitimo živali. Kako komentiraš to? Zdaj pomembno, pa na kakšen način se borimo proti vojnam, pa na kakšen način se borimo za živali, to je zelo. Jaz bi rekel tako, da ni nobene ovire, da se ne bi kar za obe stvari zavzemali, za to, da ni vojn, pa da se ne izkorišča živali, se pravi, da se ne izkorišča ljudi in niti živali, ne. Ni tako, da danes sem bil na nekem shodu proti vojni, ne, in zdaj pa ne morem tofuja jesti, ne. Moram nujno šnicel pojesti, ne. Ne, lahko si na shodu proti vojni, pa še tofu ješ zraven. Tako da jaz ne vidim tukaj problema. No, super odgovor, ja. Maja, tebi bi pa vprašal, če je sporno tudi uživanje medu. Mislim, da tega še nismo odpirali. Ja, zdaj vegani se v bistvu trudimo izločiti vse izdelke živalskega izvora, pač vse izkoriščene živali. Tako da glede na to, da med predstavlja vir energije čebelam, da je ključen za blaginjo panja, ga pač večina veganov smatra za neveganskega, neetičnega. Verjetno, mislim, so tudi vegani, ki ga pač jedo, ki so se tako odločili, ampak drugače glede na to, no, da nimamo znanstvenih dokazov, da čebele čutijo bolečino, pač
a ne, mislim, dokler nimamo pa dokazov, da je ne čutijo, je pa najmanj sporno, da se temu pač odrečemo. No. Res, čebele so tako napredne žuželke, da ko sem se jaz odločila o tej tematiki, sem se enostavno odločila, da med mi pa res ni tako pomembna zadeva v življenju, da bi ga mogla imeti v svoji prehrani, plus tega delam fenomenalnega svojega izrega, da pač, če mi je že ime Maja, pač hodim včasih tudi na travnik, nabiram regratove cvetove in si ga pač sama naredim. Tako da oziroma se ne vem, zadnje čase, mislim, Dani, mogoče ti kaj bolj spremljaš to tematiko glede občutanja bolečine pri žuželkah. Jaz sem nekaj časa nisem brala člankov, tako da lahko, da sem tudi, vem, da je zelo bilo tako, ja, ne, mislim, da so prve v tej skupini, ki se bo to dokazalo, no. Načeloma žuželke, če so čuteča bitja, so tako zelo malo čuteča bitja, ne, oziroma čutijo zelo malo. Mislim, tukaj treba vedeti, ne, če znanstveno gledamo, ne, ali pa če gledamo evolucijo, ne, ni bilo tako, da so bila živa bitja, ne, ki niso nič čutila, pa je pa prišel en gumb, ki se je pritisnil, smo pa vsi začutili in smo postali čuteči, ne. Ampak skozi evolucijo gre to počasi, tako en gradient, tako bi rekel, spekter, ne, čutnosti. Mogoče so neke živali, recimo, sigurno so neke živali, kakor so recimo korale spadajo med živali ali pa morske spužve. Vemo, da ne čutijo bolečino, da ne čutijo ničesar, ne, da niso čuteče bitja, ne. So recimo tukaj, ne. Potem na drugi strani imamo pa človeka, ki pa se ful zaveda svoje okolice, rešuje ne vem kakšne probleme, pomaga lahko drugim, lahko tudi škoduje drugim, ne, ampak hočem reči, je ful zavedajoče bitje. Mogoče so krave pa pujsi tukaj, ne, mogoče so pa psi recimo, ne. Potem so pa tukaj nekje neke, ne vem, neke druge živali, zdaj ne bom zbral pa tukaj selekcioniral nekaj, ampak žuželke pa, če niso čist tukaj, so pa mogoče tukaj, ne. In ja, mogoče so med žuželkami so pa tele čebelce pa še malo višji tukaj gor, zato ker čebele so, mislim, da najbolj razvite žuželke, ne. In vem, da je bila neka raziskava pred leti in so nekaj dokazovali, da čebele čutijo neke vrste depresijo, ne. Jaz imam podobno stališče kot ima Maja, ne, da med definitivno je popolnoma nepotreben za naše zdravje, skoraj popolnoma nepotreben glede okusa, ne, ker imamo podobne stvari, kot je med, ne vem, javorov sirup ali pa kaj že, regratov sirup, ki ga čebelica Maja nabira. In ja, pa kaj še, agavin sirup, ne, vse to lahko pač nadomestimo s tem in po principu better safe than sorry, ne, se pravi, za vsak slučaj, če čebele čutijo, ne, pač, ker itak ne potrebujemo tega, pač ne jemo medu. Mislim, jaz osebno nimam nobenega problema ne jesti medu, pač tako. Ja. Tukaj še eno vprašanje za oba. A ni problem pri medu tudi ta, da se čebelam jemlje njihovo primarno hrano, torej med, in da to vpliva tudi na dobrobit čebel, ki so zelo pomembne za ekosistem? Ja, tudi to je res, ja, pač mislim, zdaj, da se to nadomešča z nekim sladkorjem, a ne, pač je vseeno, one v medu pač imajo vse tisto, kar potrebujejo, a ne, in pač kar tako da je malo absurdno, da jim pač to jemljemo in potem nek cuker vržemo v njih. Ja, saj zaradi tega pač so tudi marsikatere bolezni med čebelami, ker tudi to je cela znanost, a ne. Pa seveda, ker so toliko manj vredne, so tudi zelo kruti postopki reševanja raznih teh bolezni, a ne, zdaj. Če se velikokrat se sam zaplini cel pan ali pa pač zažge zadevo, pač tako, no, res tudi tisto recimo trganje kril pri maticah, da ne pride do rojenja, pač kjerkoli pride do neke industrije, kakor je tudi pri medu, a ne, pač se takoj spomnimo ljudje nekih krutih praks, kako bomo zdaj imeli te živali čim bolj tako, da nam bojo čim manj problemov delale, pa da bojo čim bolj koristne. Ja, in tukaj pač velikokrat nastrada pol tudi okolje med drugim. A lahko samo jaz še en komentar, samo dopolnim tisto, kar sem jaz hotel prej povedati, no.
V vsakem primeru, ne, kot sem rekel, da so čuteča bitja od tukaj pa do tukaj, ne, tako znanstveno gledano, je tudi etičnost, ne, od tukaj pa do tukaj. Lahko smo bolj etični, lahko smo manj etični, ne. In jaz bi rekel, da v prvi vrsti največ naredimo, če nehamo jesti jajca, mleko, meso. Ker tukaj res trpijo vretenčarji, ne, res bitja s kompleksnimi organi, kompleksnimi doživljanjem, s kompleksnim doživljanjem sveta, dočim čebele niso toliko kompleksne. To ne pomeni, da jaz govorim, da je fajn, da se izkorišča čebele, sam hočem dati to na neko, kako bi rekel, nekam umestiti, tako, no, da če nekdo vztraja pri medu, da ga ne vidimo, da je enako, kot če bi pobijal ljudi, no. Tukaj bi jaz samo to pripomnil, da kaj Dani zdaj omenil meso, tukaj seveda vključuje zraven tudi ribe, ne, ker je že prej povedal, da ribe so vretenčarji, Ja. Rib pa pobijemo še veliko več, kakor pa recimo piščancev, ne. Bi pa šel tukaj še na Veliko več. Bi pa šel tukaj še na naslednjo temo. Dani, pa so tudi rastline čuteča bitja in bi zakoni mogli zaščititi tudi njihovo dobrobit? Ne. No, saj, kakor sem že prej povedal, ne, pač čutnost je neka specifična stvar in rastline tega nimajo, že zaradi tega vidimo, ker nimajo centralnega živčnega sistema, nimajo, ali pa nimajo nekaj nimajo živčeja in za čutenje bolečine rabiš pa še kompleksno živčenje, se pravi možgane, no, tako, zelo verjetno možgane, no, ali pa vsaj ganglije. Rastline tega nimajo in mislim, je tudi smešno, če rečem, da si ne zaslužijo pravic. Ne potrebujejo pravic, ne. To je tako, ker če bi jaz rabil nekaj, ne vem kaj, kar ne rabim, ne vem. Če ne rabim nečesa, je brez veze se pogovarjati, sploh je tako, ko bi rekel, skoraj oksimoron, mislim, brezvezna debata na to temo, ne. Ja. Je pa smešno, ne, da še vseeno ta tema je zelo, zelo pogosta, kadar se odpre veganstvo, ne. Smešno pa je, tudi pa pridemo že do humorja, ja, pol, ne, to je pa druga tema. Ja. Ok, Maja, naši predniki so seveda uživali meso, ne? Ali je zaradi tega uživanje mesa etično? Ja, mislim, saj pač ljudje smo vsejedi, a ne, pač lahko jemo rastlinsko, živalsko hrano, ampak moramo se zavedati, da recimo, ko gre za evolucijo pa razvoj vrste, pač se tukaj gleda, mislim, pač na stvari zelo enostavno, in sicer na preživetje vrste oziroma pač osebka do razmnoževanja, to je nekak cilj. Tako da, ker so naša pričakovanja pa pogled na življenje bolj kompleksna kot zato, da se bomo razplodili, moramo zato gledati na to, kaj je za nas zdravo, s kakšno prehrano bomo čim dlje pa čim boljše živeli, a ne, tako da ne, ni nam treba tega početi. Poleg tega pa mogoče malo nepravično govoriti tudi, ker velikokrat slišimo, da smo grajeni za uživanje mesa, pa ljudje primerjajo zobe pa dolžino prebavil pa ne vem česa. Po drugi strani nas je pa v bistvu večina, nas ne bi bila zmožna sama ubiti živali. Tako da zakaj pa sprejemljivo plačevati nekoga, da ubija živali namesto nas, to ne vem. Pa tudi ne vem, recimo velikokrat se vegani srečamo s tem, da hočemo nekomu pokazati video iz klavnice, pa se ta oseba na vsak način proba temu izogniti, mogoče celo komentira, ne mi kazati te groznih stvari, me bo minilo do hrane. Zdaj, če bi bili tako če bi bilo to v naši krvi, pa predniki, pa ne vem kaj, če bi bilo tako naravno nagnjenih k mesojedstvu, nas taki posnetki ne bi motili. Ne bi nas motili pogledati, kako se kravi prereže vrat, kako prašiči panično iščejo izhod iz plinske celice, kako poskušajo krave pobegati iz hodnika tam pred prostorom za omamljanje. Pač enostavno ne počnemo več stvari, ki niso smiselne, ki so jih počeli naši predniki, ne vem, ki so med drugim tudi posiljevali, ubijali drug drugega. Zakaj bi naše trenutno življenje v neki razviti družbi osnovali na navadah primitivnih ljudstev, meni ni jasno, ker pač takrat prav pa narobe nista obstajala
in za njih je tudi zauživanje mesa v nekih obdobjih mogoče celo pomenilo preživetje, a ne. Tako da se ne moramo primerjati z njimi, pa nekimi divjimi živalmi, pa nekimi obligatornimi karnivorji, ki nimajo take izbire kot mi, ki pa v bistvu sam pri obisku trgovine zberemo izdelke na drugi polici kot sicer. Kadar nimamo izbire, bi za lastno preživetje res naredili marsikaj, zdaj niti ni važno, kaj bi storili na samotnem otoku, če bi bil prisoten prašiček, pa ne vem, v letalski nesreči na nekem odročnem kraju. Nekateri ljudje se v takem primeru zatečejo tudi sami k kanibalizmu za lastno preživetje pač. Ampak debate o teh ekstremnih situacijah pa prednikih res toliko niso smiselne, glede na to, da se valjamo v številčnosti izbire. Pejte v kjerokoli trgovino, zdajle, ki promovira veganuarji, pa boste lahko jedli čisto enako, kakor pač ste bili vajeni pač na vse jedi prehrani, ali pa pač izberete vse te žitarice, zelenjavo, sadje, semena, oreščke, stročnice in pa ostale pač rastlinsko bazirane sestavine, ki so del veganske prehrane. Res imamo tako dobro izbiro, da nam je čisto vse naj bo, kaj so predniki uživali. No, tukaj je super, Maja naštela nekaj takih ekstremnih primerov. Dani, kar povej. No, sam radi povedal, da to spada v zmotno logiko, ki se imenuje appeal to antiquity, se pravi, zmotno sklicevanje na preteklost, ne. In ta zmotna logika pravi, da če smo nekaj počeli v preteklosti, je bilo to ali dobro, ali je bilo to etično, ali je bilo to zdravo. In nič od tega ne velja, no. Pač temu se reče zmotna logika. Lahko je dobro, lahko ne. V preteklosti smo delali stvari, ki so bile tudi v redu, ne. In fino, da jih nadaljujemo, ne. Lahko je zdravo, lahko ni. Ampak zato imamo mi znanost v prehrani, da to določa, ne, kako so včasih delali, ne. To je samo zanimivo, ne. In in tudi glede etike, ne. Mi ne živimo včasih, ne. Mi živimo tukaj zdaj. Tukaj zdaj z lahkoto živimo s tem, da se prehranjujemo recimo vegansko, tukaj zdaj, in zato to počnemo, ne. Danes tukaj definitivno ni etično iz razlogov, ki sem jih že prej omenjal, no. To sem hotel sam. Tukaj sta oba super razložila. Kaj pa recimo, če gremo zdaj na primer Eskimov, ne? Dani, a bi bilo za Eskime uživanje mesa etično v tem trenutku tukaj, ampak ne tukaj pri nas v Sloveniji, ampak tam pri njih? Ja, saj to je pa, jaz ne vem, kako Inuiti ali pa Eskimi, kako, če so še kje taki, ki živijo čisto tako nekje, kjer ni supermarketa zraven, ne, ampak recimo, če so, ja, jaz jim ne bom oporekal tega, ne. Mislim, zdaj, lahko bi rekel tako, no, lahko bi rekel, da Eskimi lahko da so etični kljub temu, da pobijajo živali. Ampak bi morali ubiti res živali samo toliko, da zadovoljijo potrebe po zdravju pa po preživetju, ne. Čim pa več, je pa že tako, no. Tako kot mi smo v preteklosti iztrebili, v bistvu vprašanje Eskimo ali pa vprašanje tega, kar smo mi včasih počeli, je zelo podobno, kot v preteklosti. Saj ponekod definitivno nismo mogli preživeti brez živalskih produktov, se pravi, recimo brez mesa, ne. Ampak smo pa iztrebili ogromno živali, ne, ker verjetno smo velikokrat ubili kakšno veliko žival, mogoče 6 ton tehta, ne. Koliko slon, mislim, da tehta 6 ton, ali pa mamuti, ne vem, koliko so tehtali. Pa verjetno naši predniki niso čisto vsak košček mesa izkoristili pa pojedli, ne. So mogoče tako, super, se bomo najedli, drug dan pa drugega mamuta. Hočem reči, da tudi če bi bilo danes potrebno za naše zdravje uživati meso, bi ga morali res, če bi hoteli biti etični, prav analizirati, koliko je minimum, da ga pojemo, da smo zdravi. Ampak to itak tudi noben dela, tudi tisti, ki misli, da mora za zdravo prehrano jesti meso, ne. Se pravi, enako bi rekel pač za Eskime, ne, ja, okej, če uživajo malo mesa, okej, mislim, samo pa je spet vprašanje, a se lahko preselijo v kakšen kraj, kjer imajo dostop do supermarketa, to bi bilo bolj etično, ne.
tam bi pa lahko jedli. Pa mi se ponovadi, ko se pogovarjamo o veganstvu, ne, se pogovarjamo recimo o takih osebah, kot sem jaz, ko imam tamle 2 kilometra stran, imam ene 4 različne štacune. Ne. In v vseh štacunah je ogromno veganskih produktov, od polnoredne prehrane do predelane veganske prehrane. In če bi jaz užival meso, ja, ne bi bilo etično. Jaz smatram, da ne bi bilo etično. Zato ga ne uživam. No, dobra razlaga, ja. Tukaj pri tej debati mi je prišlo na pamet, da bi še eno vprašanje postavil, in sicer, kaj bi svetoval Eskimom, pa da rajš lovijo severne medvede ali da rajš lovijo ribe? Iz vidika etike. Aha, to je težko vprašanje, ko včasih je tudi težko določiti, ne, koliko je eno življenje določene živali vredno. Recimo, verjetno severni medvedi domnevam, da imajo bolj kompleksno dojemanje sveta okrog sebe, kakor neke ribe, ne vem, no. Ampak po številu bi pa verjetno morali več rib pojesti, ne, da bi preživeli toliko časa, kot bi preživeli z enim severnim medvedom. Tako da ja, ne bom odgovoril na vprašanje, bom sam tako. To so tako iztočnice, ki so za razmišljati, če bi lahko nekako ocenil, ne, se to ne da se izmeriti, ne, vrednosti življenja dobro, ampak lahko oceniš malo število življenja. Ja, tako da raje ne bi jaz na to odgovarjal. Hvala Bogu, da mi ni treba živeti tam, ker bi imel s takimi dilemami se ukvarjati. No, tudi taki odgovori so fajn, ja. Maja, ali se večinska dejanja Slovencev skladajo z večinskimi vrednotami in pa ali lahko kaj več poveš o kognitivni disonanci? Evo, jaz sem nazaj, se opravičujem. Nisi slišala vprašanja? Ne, nisem. Aha, ja, okej. Z Eskimi smo končala, ne? Smo blizu, no. Ali se večinska dejanja Slovencev skladajo z večinskimi vrednotami in pa ali lahko kaj več poveš o kognitivni disonanci? Zdaj večina, mislim, v osnovi imamo ljudje radi živali, pa smo v bistvu sočutni do njih. Smo reagirali, ko smo bili otroci, pa smo videli kakšno žival. Ampak zrezek ne pride na krožnik na nek pravljičen način, ne? Zato se tukaj pojavi kognitivna disonanca. Gre za nek psihološki stres, kadar se naše vrednote pa dejanja ne ujemajo, ne. In zaradi tega tudi v bistvu večino ljudi veganstvo tako moti, ker opozarja na to neskladje. Tako da žal se večinska dejanja Slovencev po mojem mnenju ne skladajo z večinskimi vrednotami, no. Ampak upam pa, da se bojo čedalje bolj. Dani, imaš kaj za dodati? Ne, strinjam se s tabo. No, super. Pa lahko gremo kar na naslednje vprašanje, in sicer za oba, kultivirano meso, da ali ne? Maja? Mislim, meni se zdi v bistvu kultivirano meso fino. Upam, da ga bomo čim prej imeli na izbiro. Razumem pa, da se marsikateremu veganu pač to gabi. Pa tudi jaz recimo osebno ga po mojem pač ne bom jedla, ker nimam nobene potrebe po mesu in pač se mi zdi pomembno upoštevati tudi mogoče te zdravstvene prednosti rastlinsko bazirane prehrane, a ne. Drugače pa pač prej, ko bo na voljo, prej bomo lahko opustili vse te krute prakse, ki jih pač v katere spuščamo živali, zaradi tega, ker jih hočemo jesti. Tako da, če se bo meso lahko proizvajalo v laboratorijih, naj to čim prej zrihtajo za tiste, ki ga bojo še vedno želeli jesti. Dani, kaj pa ti meniš o tem? Mislim, da se vegani največkrat vprašamo, a tukaj tudi, kako bi rekel, ta kultivacija vsebuje izkoriščanje živali, ker mislim, da skoraj v vsakem primeru vsebuje
malo izkoriščene živali, malo ali pa več. Jaz sem pred leti to študiral, zdaj ne vem, sem se malo pozabil, no, ampak mislim, da so različne tehnike, metodologije, ne, kako se pridobiva recimo te celice, iz katere se pa razmnožuje, ki se jih razmnožuje, da dobiš en šnicel, po domač povedano. In ja, jaz sem za to, ne. Čeprav se izkorišča živali, želel bi si, da čim manj, ne, ampak če se neki živali naredi samo neko biopsijo ali pa ne vem, potegne eno celico izven, da se jo špikne, ja, ni luštno, pa ni fajn izkoriščati. Ampak če se bo na tak način, ne vem, stotine manj živali umrlo, ne, pa trpeli, definitivno sem za to, ne. Ker dejstvo je, da ljudje si, ne glede to, je zdravo ali ne zdravo meso, je ogromno ljudi, ki si želi še vedno jesti meso, ne. Ja. In za te ljudi, ja, bi raje videl, da jejo laboratorijsko meso, oziroma kultivirano meso, kot meso živali, ki so živele kratko boleče življenje in jim je bil na koncu prerezan vrat, ne. Definitivno. Jaz ne vem, če bi to probal, zanimivo bi mi mogoče bilo, ampak ne vem, ker mi tudi tako imam malo gnusa imam do mesa, ker vem, da se ne tiče to etike, ker eno je, da je etično, pa neetično, drugo je pa pač kar malo odpor imam, ne vem, tako, ker ja, se mi gabi, no. Kaj sem hotel reči glede tega? Ja, no, kar tiče zdravja, se bo pa verjetno lahko tudi naredilo tako meso, ki bo manj škodljivo za zdravje, ne vem, mogoče manj holesterola, manj nasičenih maščob, ne vem, ko se bo to delalo, no, pač. Jaz mislim, da če bo enkrat to meso prišlo da bo cenejše ali pa enako stalo kot to meso, ki je zdaj v trgovinah, bo to revolucija, ne, bo toliko manj živali bo trpelo, pa toliko manj trpelo, in ljudje bojo to začeli kupovati, ne, pa da bojo še vedeli, da je tukaj manj antibiotikov zraven, pa da je manj škodljiv. V bistvu jaz celo mislim, ali pa jaz mislim, da samo etika, ne bo človeštvo pripeljala do nekega veganstva, ne, oziroma do tega, da neha izkoriščati živali, ne. Ker na žalost vidimo, ne, da čeprav etika napreduje skozi tisočletja, stoletja, ne, ker dejansko je ful manj rasizma, seksizma, ful manj je revščine po svetu, ne, če gledate dejansko res podatke, tako empirične podatke, statistike, ful manj je interesa za lov, ne, ful več ljudi se zanima za vegetarijanstvo, veganstvo z leti, ne. Ampak po drugi strani pa tehnologija ful, bi rekel, da prehitro napreduje, ne, na nek način, bi lahko rekli, da prehitro, in zato lahko mi ful učinkovito ogromno število živali za zelo malo denarja izkoriščamo, ne, kako bi rekel, jih zredimo, pobijamo, ne, in zaradi tega je toliko živali danes izkoriščenih. Ne zato, ker smo mi manj etični, ampak zato, ker dejansko zmoremo s tehnologijo, ne. In jaz mislim, da se mora tehnologijo uporabiti tudi v dobro živali. In jaz mislim, da to kultivirano meso je definitivno način, in jaz če bi imel zdajle nek gumb, ki ga pritisnem, da imamo po celem svetu namesto takega mesa, ki ga imamo kultiviranega, takoj ga kliknem in bi se počutil kot svetnik, da sem nekaj ful dobrega naredil, no. Ja, saj problem je samo to, da preden bo to dostopno ratalo, verjetno bo še trajalo, in glede na to, koliko škode povzroča živinoreja planetu, imamo majčkeno ticking time bomb, a ne. Tako da je treba upoštevati psihologijo ljudi, gledati učinek, se pravi, kako čim več živalim pomagamo čim prej. Tako da tudi, če gre za nek karnističen izdelek, pa da ne povzroča masovnega trpljenja, je to efektivna izbira, se pravi, pač, če se živali da lokalni anestetik, vzame tisti košček tkiva, ker ne želimo zaščititi celic, mi hočemo zaščititi čuteča bitja, a ne. Tako da zdaj vem pa, ja, pač ful nam je težko tudi, mogoče bi to omenila, no, da nam je marsikateremu veganu je težko tega laboratorijskega mesa, ali kakorkoli ga mu rečemo, da ne bi govorili proti njemu, no, zaradi tega, ker enkrat izklopiš izstopaš iz te, kakor včasih rečemo, matrice, a ne, ko
namesto zrezka vidiš osebo, ki je pač bila ubita za ta zrezek, se pač ljudje potem težko ali pa ne želimo se vklopiti nazaj, a ne, slabe asociacije, pač vedno boš videl tisto kravo pujsa, ki je pač umrla za meso. Ampak je pa bolj efektivno, da ves ta čas, ki ga ljudje namenijo kritiziranju laboratorijskega mesa, se pravi, če so to vegani, je veliko bolj efektivno, da to temo enostavno pustimo na mir, pa se v bistvu namenimo svoj čas bolj učinkovitim aktivnostim za preprečevanje trpljenja živali, pa da gremo se neko učinkovito obliko aktivizma namesto tega časa, ko govorimo o tej tematiki. Zdaj pa pojmo na drugo vprašanje. Super, ja. Ne, ampak bom jaz vseeno še nekaj dodal. Daj. Še enkrat to, kar jaz že skozi ponavljam, ne, da na svetu ni samo vse črno pa belo, ne. Mi Ja. ful radi poenostavljamo, ker ni treba, ni to, ko bi rekel, kognitivnega stresa, da moramo razmišljati preveč, kot da so stvari na gradientu, ali ko se reče, ne vem, ko se reče temu v slovenščini, da so, da ni samo črno pa belo, ampak da je vmes milijon različnih sivih odtenkov, ne. In vedno je boljš manj trpljenja kot več trpljenja. Jaz mislim, da to vsak zase ve. Vsak veliko raje vidi, da ga samo en dan glava boli, kakor pa cel teden. In enako je za živali. Tudi več živali je slabše, če trpi, kot manj živali, ne. In tudi, če je še vedno trpljenje, je še vedno veliko boljše, če ga je manj, kot ga je več. To ne pomeni, da trpljenje, da je okej, noben ne trdi tega. Govorimo samo to, da so nekatere stvari boljše od drugih. Tudi pri zdravju je tako. Neko živilo je, ne moreš reči samo, je zdravo ali pa ni zdravo. Mi to poenostavljamo, zato ker ful lažje razmišljamo na tak način. Drugače pa, ja, zdravo v primerjavi s čim, ne? Olivno olje je zdravo. Ja, je itak, da je zdravo. To tudi jaz veliko rečem, ampak v primerjavi s čim, ne? Lahko da je neko živilo, ki je še bolj zdravo, ali pa za nekega človeka je bolj zdravo. Ali pa, realnost je ful kompleksna stvar, no? In jaz mislim, da laboratorijsko meso, kultivirano meso je tako, če bi svet jedel tako vrsto obliko mesa, bi bilo toliko manj trpljenja v svetu, da sploh se ne da povedati, no. No, In jaz sem za to. Tukaj se vidi, da ta tema je taka, ki res spodbudi ogromno razprav, ne, in to se vidi tudi v medijih. Mediji radi pišejo o tem, ker je pol ogromno komentarjev spodaj pod članki, ne, in s tem se viša vidnost tem njihovim člankom. No, bi šel pa kar na naslednje vprašanje, za oba dva. Ali je težko zaživeti etično? Maja? Ja, jaz bi rekla, haha, ne. Mislim, ni težko. Vpišeš se na www.izziv.si. Mi smo imeli malo več težav, ker smo mogli vse te stvari sami pogruntati. Preko veganskega izziva pa v bistvu vse, kar smo si mi želeli imeti takrat, ko smo razmišljali o veganstvu, dobite na pladnju, zavito skupaj z darilcem več kot 100 receptov, da se ja ne boste spraševali, kaj pa naj zdaj jem. Mentorjev nas je ogromno v skupini Moj veganski izziv, dajte nas izkoristiti pa nam postaviti čim več vprašanj. Pa še januarja imate ful dogodkov, kakor je tale danes, pa še v živo jih bomo imeli. Ta teden gremo v hribe, naslednji vikend imamo spet webinar, v četrtek pa potem kuharsko delavnico, potem pa februarja, čisto prvi vikend, pa zadevo proslavimo z enim ful zabavnim kvizom pa ful nagradami, tako da dajte pogledati na naši spletni strani, Facebooku, Instagramu, kjerkoli, kaj vse se dogaja, pa pridite pogledat. Tudi če samo zaradi Ferbca, pač noben vas v nič ne bo silil, mogoče boste dobili en okusen sendvič v usta, ampak to je pa tudi to. Tako da ja, na koncu mislim, ko se vprašamo, je težko živeti etično, pridemo do vprašanja, kaj je bolj pomembno, okus ali pa življenje nekoga. A nam je res bolj pomemben senzoričen učinek, in da z njim nekako moralno upravičimo svoje dejanje, ker obrok navsezadnje za nas pomeni nekaj minut, medtem ko za žival na našem krožniku pač stane celo življenje. Tako da, in še to za obrok, ki ga v bistvu pozabimo takoj, ko ga pojemo. Ker vegani ful več slikamo svojo hrano, kot vse, ne se hecam. V glavnem, velikokrat se za vegane govori, da smo vsiljivi, agresivni, ampak v resnici ni pa nič na svetu
bolj agresivnega, kakor da vzame življenje nekomu, ki ne želi umreti. Tako da to bi jaz rekla. Ni težko. Ko to veš, ni težko. Super odgovor. Danja, tukaj bi ti še kaj dodal? Mislim, kar se tiče veganstva ali pa etike do živali, ne, mislim, itak je to spet lahko kompleksno vprašanje, no, ampak če govorimo, da a je lahko ali pa težko postati vegan, je to samo odvisno, kako gledamo na stvar, kako doživljamo stvar. Zelo lahko je, ne, postati vegan danes, tukaj, zdaj. In tistem, ki se zdi, da je težko, je pač zato, ker so vajeni nekih, kako bi rekel, nekih navad od otroštva in se jim je težko spremeniti, mogoče tudi pri drugih stvarih se jim je težko spremeniti in mogoče tukaj tudi, ne, mogoče bi si želeli, ne. Ampak dejansko, tako gledano, ne, je pa zelo lahko, ne, greš v trgovino, pa del izdelkov vzameš iz druge police. To je praktično bistvo veganstva. Drugo je praktično skoraj vse enak, ne. Jaz mislim, da ja, v realnosti ful ni težko, je tako, ful lahko. V bistvu jaz bi rekel, da je mogoče še na nek način lažje, kakor pri vsejedi prehrani. Saj pri vsejedi prehrani, če bi se želel zdravo prehranjevati, bi moral ful stvari paziti, no, pač nasičene maščobe, holesterol, vse te stvari moraš paziti, koliko jih poješ, pa da ne preveč poješ pa te stvari. Ampak verjetno, ja, no, lahko, no, lahko je živeti etično, no, v tem smislu, kot vegansko, no, tako bom rekel, no. Dobro odgovor, ja. Prej, že pri štartu enkrat je Dani govoril o različnih taktikah za spreminjanje ljudi, pa je tukaj v komentarjih bil še eno vprašanje. Kaj pa pravite o tehniki ljubezen gre skozi želodec? Super, ja. Ja, mislim, vse drugač, ljudje smo ful navezani na hrano, pač to je neka odločitev, kaj bomo jedli, ko jo sprejmemo, kakšne imamo navade. Tako da pač definitivno je to ful pomembno področje prehrane, pa glih zaradi tega v bistvu naše društvo to govori o hrani, no, ke tudi ljubezen do živali gre skozi želodec, a ne, tako da če jih imamo res radi, to, kar veliko ljudi rado govori, se morajo tudi naša dejanja pač ujemati z našimi vrednotami in mogoče je tudi to en del, zakaj je recimo meni lahko živeti etično, ker je ful dober občutek, ko končno v bistvu si ostal brez nekih stabilnih argumentov proti za jedenje živali, te argumente so nekako postali izgovori in ko pač nimamo teh, ko so to sami izgovori, pač v bistvu postanemo vegani in nimamo več tiste, ne vem, mene je skozi nekaj slaba vest verjetno kljuvala, nekje v ozadju, ker sem vedela, da imam rada te živali, ki so bile na mojem krožniku in v bistvu res je ful dober občutek, ker tega ni več, no, ne morem drugače opisati. In samo eno poanto sem hotel dodati, no, saj si tudi, mislim, da je tudi povedala na nek način, ampak še samo to. Nekateri ljudje so res vezani na okuse, ne, in če dobijo, mogoče nek veganski izdelek, ki zadovolji njihove potrebe po dobrem okusu, ne, ali pa če jih spominja na jed, ki so jo prej jedli, je to čisto v redu strategija, ne, zelo odvisno od človeka do človeka, ampak ja, cool taktika. Ja, mislim, imejte v mislih, da ogromno teh izdelkov, a ne, ki smo jih včasih imeli radi, pač ni treba, da jeste zdaj sam kuhan fižol pa krompir, a ne. Seveda pač super je, če taka polnovredna rastlinska prehrana predstavlja večino vašega jedilnika, ampak pač obstaja že ogromno enih res okusnih mesnih nadomestkov, ki so pogosto bolj zdravi pa boljši za okolje, kakor so njihove mesne različice. Tako da pač dajte potem poseči, če vam manjka močnih okusov, ne se tega sramovati, pač, ker vegani ful velikokrat v teh raznih Facebook skupinah nekako grajejo takšne izdelke. Pač pri veganstvu se ne gre za neko čistunstvo, če vam pašejo močni okusi, dajte jih poiskati med temi izdelki pa uživajte v njih, s tem ni res čisto nič narobe.
Ja, jaz mislim, da vsaj v društvu se mi zdi, da skušamo tako gledati, da nekdo, ki postane vegan, da je vsaj toliko zdravo kot prej. To je pa, mislim, da je zelo lahko doseči in to se lahko doseže tudi s temi veganskimi simulacijami živalskih izdelkov. Ne. Ker mislim, meni se zdi nesmiselno, no, pa nepragmatično, ne, da ko nekdo postane vegan, zdaj mora jesti pa ful polnovredno vse, pa ful zdravo, pa ekološko, pa fair trade, pa ne vem kaj. Ne, ni treba. Že sam da boš zamenjal za podobne izdelke, ne, boš naredil itak za živali ogromen, ne, za okolje boš naredil ogromen in to je tisto, kar se pričakuje od vegana. Ne. Se mi zdi, da je zelo nepotrebno, no, da se začne kar, ja, to sploh ni prava hrana, moraš jesti samo polnovredno. Ne, ja. Če pa ni naravno, je en napisal, ja, tedaj Zupanc, ja, če pa ni naravno. Ne. To je appeal to nature, ne, to je pa tudi spet zmotna logika, ne, ker mislimo, da če je nekaj naravno, da je dobro ali pa da je zdravo. Ne drži, lahko drži, lahko pa ne drži, lahko je zdravo, lahko pa ni zdravo. Zato imamo prehransko znanost, se pravi znanost o prehrani. Ne to, da je nekje na enem škrniclu piše 100% naravno, to je pa zdaj zdrav izdelek. Ne, mora biti zdrav izdelek, ne, potem je zdrav izdelek. Ne. Če si želimo biti zdravi, moramo jesti zdravo hrano. Ne. Če pa nekdo želi biti naraven, pa je nekaj, kar on smatra, da je naravno, pa to je tako težko definirati, pa tako dosti brez veze. Bomo drugič malo razširili to temo, ker je zelo zanimiva. Zdaj bi prebral pa še en komentar, ki je pa na Facebooku, in sicer Nina Komel pravi: Maja in Dani, odlična sta, če še ne bi bila veganka, bi me vajini argumenti, misli in dejstva danes prepričali, da to postanem. Pa še veliko takih pozitivnih komentarjev imamo. Imamo pa še za konec eno tako kompleksno vprašanje, ampak preden gremo na njega, omenim, da tisti, ki ste na Zoomu, najboljše, da ostanete do konca, ker pač 3 boste izžrebani za nagrado in najboljše je, da že danes veste za to, da ste izžrebani. Ne. In to zadnje vprašanje pa je: prehrana psov in mačk, ali obstajajo rešitve brez slabe vesti? Maja ali Dani? Za oba. Dani, boš ti, ja, ne vem, kdorkoli. Kdo bo prav to neko ležno nalogo? A boš ti? Ja, obstaja za... Ne vem, če prekinjate, verjetno noče odgovoriti. Pa tako dela, kakor da glavno pač prekinja. obstajajo variante. Čakaj, mogoče 2 minuti počakamo, pa najprej Dani začne. Prav. Jaz, okej. Hrana za pse in mačke, verjetno veganska, pa ne veganska. Z vidika tukaj etika, pa zdravje, in tako naprej. Velikokrat ljudje mislijo, da če je neka žival, na primer, spada pod karnivor, po biološko razvrstitev, ne, se to pomeni mesojeda žival, ne, da potem mora nujno jesti meso. Ali pa recimo, veliko ljudi misli, da človek je vse jed, zato mora jesti tudi šnicel in klobase. Ne. Ampak to ni nujno. Ne. Mi moramo jesti stvari, ki so pač dokazano zdrave za nas skozi prehransko znanost. Ne. In recimo poznamo tudi pando. Panda je medved, ki spada pod skupino karnivora, se pravi, je v skupino mesojedcev. In kaj je panda? Panda ne je mesa, je kaj, bambusove vršičke, ne, kaj že, ja. Se pravi, ni nujno, da tisto, kar smo po biološki razvrstitvi, da tisto moramo jesti za naše zdravje ali pa za preživetje ali karkoli. To moramo najprej vedeti. In prej, ko je nekdo omenil naravno, nekaj naravno pa ne naravno. Naravno ne pomeni, da je avtomatično zdravo. Lahko je neka stvar popolnoma nenaravna, pa je kul. To zdaj, kar mi delamo, tukaj se reče webinar. To je popolnoma nenaravna stvar,
ampak se lahko kaj naučimo od tega, ne? Pa lahko komuniciramo nadaljavo. Že sam to, jaz živim čisto v nenaravnem okolju, strop, stene, to je čist nenaravno, tega ni v gozdu, ne? Jaz tukaj pijem vodo iz kozarca, prej sem jedel iz krožnika, sem jedel nekaj, kar sem termično, nenaravno obdelal, ne? Živimo čisto tam nenaravno, pa potem pa pričakujemo, veganska prehrana pa ni naravna, ali pa za pse pa mačke, no. Ok, zdaj pa gremo najprej, bom rekel, etika, no. Recimo, če imamo psa ali pa mačka, ali pa bom tako začel. Te debate se jaz načeloma ful izogibam, zato ker je kontroverzna, kako se temu reče, razen tiste, ki so zelo tako, gremo debatirati, ki jih zanima, ne. Pa se lahko ljudje, tudi vegani med sabo kregajo, ampak jaz skušam gledati to čim bolj racionalno, ampak lahko, da se motim, me lahko popravite v komentarjih, ne. Jaz mislim, da recimo za neko žival, ki nam je všeč, recimo psa, imamo pa mačka, ne, da je ne fair, da mi pobijamo ful ogromen enih živali, ki jih ne vidimo, ki trpijo za stenami nekje, ki mimogrede jejo popolnoma nenaravno hrano, ne, zato da jih zredimo, da jih potem razrežemo pa damo na krožnik mačkom pa psom. Se mi ne zdi etično, ne. Ampak mi v društvu, pa tudi jaz osebno tega nobenemu ne govorim, ker je to ta zadnja stvar, ki bi bilo treba spremeniti, jaz mislim, no, da prej bi morali ljudje sami spremeniti prehranjevalne navade, in ko bomo enkrat to spremenili, bo vse ostalo tudi prišlo. Mogoče bomo bolj brihtni postali, pa bomo začeli znanost upoštevati, pa logiko, pa ne vem. No, če gledamo iz števila ubitih živali, ja, tudi če bi žival, sem zmislil, da bi maček zaradi nezdrave prehrane, ki bi jedel vegansko, umrl, bi bilo manj mrtvih. Ampak ni treba, da umre. Mačku ni treba da umre, tudi če ne je mesa. Tisti neki raziskav, ki imamo na to temo, so se izkazale, da mačke čisto super živijo na veganski prehrani. To ne pomeni, da je krompir pa fižol, ne. To pomeni, da je komercialno hrano, ki je zelo dobro formulirana, ne. In ima celo nekih bolezenskih stanj, za neka bolezenska stanja celo ima zmanjšano tveganje, recimo ima malo povišano tveganje za, mislim, da tele kamne na sečilih, ne. In zato, če bi hoteli biti še na tem področju ful pazljivi, bi bilo dobro, da bi občasno vsake par mesecev recimo testirali pH urina pri mačkih. Psi itak ni problem, oni so vegansko še raje, kakor da jejo meso, no. To sploh ni. Pri mačkih je kao malo bolj tako, pa ni dosti raziskav bilo še do zdaj, no. Ampak kar je do zdaj prišlo, je sicer ni ful veliko raziskav, ne, ampak jaz tako poznam 3 mačke, ne vem, koliko so že okrog 10 let stare, sam vegansko jejo, ful zdrave, itak, da zbolijo kdaj kakšne, ne, tako kot vse mačke, živali, ne. Samo za razliko, ne, kadar te zbolijo zaradi tega, ker so se prehranjevale vegansko, ne. Mislim, da je tukaj spet ta zmotna logika, ne, to ni naravno za njih. Itak ni naravno, tudi če je meso, ne vem, nekih rib ali pa kaj, mislim, da je domaček šel v ocean pa plaval pa neko tuno tam pojedel ali pa da bo skočil na kravo pa je začel jesti. Ne, to je popolnoma nenaravno, tudi to meso je, ne. Pač mora biti pravilno formulirana prehrana, iz česar koli že pač je sestavljena, ne. In tudi mi, tudi za nas je pomembno, da zadovoljimo potrebe po vseh esencialnih hranilih, ne da jemo fižol, ne. Nobenemu niso zmerali, tako v krvi, pri Daniju smo pa dokazali pomanjkanje fižola v krvi, ne. Ampak pomanjkanje, ne vem, mogoče kakšnih mineralov, ne vem, karkoli, če ne bi bil zdrav, ne. In te potrebe moram jaz zadovoljiti, ne. In enako velja za pse, mačke, tigre, leve, karkoli, ne. Toliko je znano že daleč prišla, da bi z lahkoto sestavimo kateremkoli živemu bitju na planetu veganski obrok, ne. Tehnologija je toliko daleč, ne, koliko let, že kdaj smo že bili na Luni, ne. In mi se tukaj sprašujemo, a se da sestaviti. Ja, v tem je vsa poanta dietetike ali pa nutricionistike, da se iz različnih snovi sestavi obrok, ker če ne bi bilo tega, sploh znanosti v prehrani ne bi rabili, ne.
Saj to so tudi kakšni naši slovenski strokovnjaki za prehrano, kadar komentirajo o veganstvu, začnejo pol govoriti, ja, človek je vsejedno bitje. S tem takoj, vse, kar sem študiral do zdaj, je bilo čisto brez veze, ne. Študirajo prehrano, pa začne o biologiji ali pa, ne vem, paleontologiji govoriti, ne. In ja. Dani, to je, a se me sliši, to je bilo že prejšnji teden na webinarju veliko debate, tako da dajte si pogledati okroglo mizo iz uvodnega predavanja, kjer smo te stvari že govorili, pa obstaja posnetek na naši spletni strani, pa dajte si pogledati webinar prejšnji teden, ki je govoril o zdravem veganskem prehranjevanju. Sorry, sem, da bomo na temi ostali, nisem te hotela prekiniti. Vse povezano. Ja, ne. Naslednji teden pa pomembno bo pa webinar o okoljevarstvu, ker smo pa tudi mičken kakšen prstek že pomočili danes v to tematiko, ampak raje te teme za naslednji teden pustimo. Jaz bi mogoče samo čisto par praktičnih informacij za vegansko prehrano psov pa mačk povedala, in sicer je ogromno tudi že izbire. Pa mogoče je pomembno, da ne greste z glavo čez zid, v smislu, da opazujete, kako se pes, mačka na taki prehrani počuti, kakšno ima kvaliteto dlake, kakšen iztrebek. Se pravi, se da videti, če je žival zdrava, tudi kakšen krvni test enkrat letno ne škodi, a ne, na splošno, ne glede na to, kako prehranjujete svojo žival. Tako da pač imate tudi drugače ogromno izbire na recimo straneh, kakor so Zohit ali pa veselo.si je prav slovenska trgovina, ki ima vegansko hrano za pse pa mačke, pa Tafi and Lili. Imate tudi, mislim, da pri obeh z kartico Slovenskega veganskega društva, se pravi, če ste člani, imate vsaj 10% popust, tako da poglejte si tudi te opcije, včlanite se, če so vam dogodki, kakor je ta današnji, všeč, da nas podprete, da bomo lahko take stvari izvajali še naprej. Drugače pa jaz že ful časa obljubljam članek na tematiko veganske prehrane psov pa mačkov, pa bomo to zrihtali, samo da zrihtamo novo spletno stran, ki si jo želimo že. Prejšnje leto smo si jo želeli dati live, pa upam, da nam letos zdaj res v kratkem rata. Sorry, Dani, ker sem malo prekinila, povej, če si še kaj hotel na to tematiko reči. Hotel sem še veliko povedati, samo nimamo zdaj le 4 ure časa. Ni panike, no pač. Mislim, da smo vse povedali, kar je bistvenega. Ja, pa tudi super se mi zdi, da smo s težko temo zaključili ta webinar. Zdaj se bi lahko rekli, da dajte še kaj komentirati ali pa vprašati, ampak je že ura toliko veliko, da najboljše, da kar izžrebamo nagrajence današnjega dogodka. A sta za, Dani, Maja? Ja. Kar zavrt. Super, evo, prvi nagrajenec, da vidimo, kdo bo, ali pa nagrajenka. Super, Jelka Dolinar, vsi, ko ste nagrajenci, se nam kar javite preko našega maila info@vegan.si, pa nam tam sporočite svoje podatke in boste dobili tako darilno vrečko z različnimi izdelki. V bistvu je kuvertica, Matevž, darilna vrečka je pretežka za pošiljanje. Tako sladko nagradico dobite za sodelovanje danes. Super, torej Jelka Dolinar je prva, da vidimo, kdo bo drugi. Čestitke, druga je Mirna Polanec, pa še tretja oseba. Andrej B. Tako da ja, vsi se nam prosim javite na info@vegan.si, pa boste dobili ta darilca. Tako da jaz mislim, da smo lepo pripeljali ta webinar do konca. Imate Dani pa Maja še kaj za povedati? Hvala za vsem, ki ste zdržali toliko časa. To je vse, kar z moje strani. Hvala. Ja, hvala vsem podpornikom, ki nam tudi omogočajo, pač, da tale darilca pošiljamo naokoli, se pravi vsem podjetjem, ki so z donacijo izdelkov podprla veganski izziv, da lahko tudi razne te pojedine na dogodkih
pripravljamo. Pa ja, res, če še niste prijavljeni, če še niste delili kakšne objave glede veganskega izziva v januarju, pa ste vegani, dajte nam malo pomagati s promocijo, res ogromno truda vložimo v to, pač ogromno enih ur dela, tako da dajte nas podpreti z všečki, komentarji, deljenjem. To največ pomeni, ker najtežje se je prebiti iz teh krogov, kjer samo vegane poslušamo, do ljudi, ki so naklonjeni živalim, ki jih imajo radi, pa bi mogli te informacije slišati. Tako da tudi ta video od webinarja, prosim, delite naokoli, naj doseže čim več ljudi, da z isto dela naredimo čim več efekta, to, kar si želimo, da čim prej pomagamo čim večjim živalim. To mogoče. Super, ja. Hvala. Ja, jaz bi tudi ljudi pozval, da delijo pa naš članek, ki je bil danes objavljen, najdete ga na naši Facebook strani ali pa na naši spletni strani, kjer smo obvestili vse, da je zdaj udeležencev veganskega izziva že več kot 1000 in se nam zdi, da to je fajn, da ko ljudje vidijo, da je to veliko udeležencev, se pa mogoče hoče pridružiti tem 1000 ljudem, pa zraven v tem članku so še jumbo plakati iz Ljubljane, tako da mislim, da lahko tudi ta članek spodbudi ljudi, da se še zelo močno vpisujejo. To je pa to. Ja, jaz bi se... Hvala, Matevž, za vprašanja. Ja, hvala predavateljema, pa hvala vsem, ki ste se udeležili webinarja. Čau. Hvala, čau, čau. Lepo se imejte, ja. Adijo.